Pa praviš, da ti je všeč kle. Klele. Ja, Ja, zelo udobno. udobno. Kako si drugače? Moram reči, da se ne smem pritoževati. Oziroma takole rečejo, ankol ni tako slabo, da ne bi mogel biti še slabš, pa ankol ne more biti tako dober, Ja, to da se ne bi mogel strinjam, biti še ja. boljši. Ne. Tako da. Kaj pa zate pomeni ta boljš? Boljš, manj projekti, da se zaključijo, da si lahko malo bolj prilagajaš svoj delovnik, svoj čas, pa da si planiraš tudi kakšno druženje, ne samo pač, da sprot pride, kolikor pride. Ne. A ti veliko te druženja pomenijo? Ja, mislim, živi se samo enkrat, treba se je družiti, treba se je zabavati. No. Kaj pa je zate zabava? Tako, ti, če malo pomisliš, kaj je zate zabava? Najbolj iskreno, kakšen večer s prijatelji, družabne igre, debata, kakšen pikado, ali pa pač na terasi sedeti pa klepetati. Ne. Čem pa rad klepetaš? O čem rad klepetam? Karkoli nanese, sam da ni dolg čas. Odkit pa ti to, da ti ne sme biti dolg čas? A se imaš rad, da ti je dolg čas? Ne vem, tako bom rekel, delal sem mrskaj v življenju, recimo tudi na radiju sem bil špiker, vse so bile zmer druge besede, ampak proces je bil vedno enak in tudi tega se človek naveliča po parih mesecih, po kakšnem letu se res naveličaš, tako da zdaj to, kar delam, dolg čas ne more biti, ker je toliko širok spekter, toliko različnih stvari, toliko različnih strank, da je čisto vsak dan, nikoli ne veš, kaj te čaka. Kaj ti je pa najboljš pri tem tvojemu delu? Tako, če bi se mogel... No, se lahko malo poveš, kaj delaš, pa zakaj te to zakaj si to zbral za trenutno svojo pot? Mislim, da je to kar pot, ne da mislim, vem, to je pot, ki me bo spremljala verjetno kar do groba, ker sem se v tem res našel, zavarovanja, sklepanje zavarovanj. Ko imaš ti enkrat klientelo oziroma portfelj več kot 1000 strank, ki se obračajo na te, ki ti zaupajo, ki jim ob škodah znaš pravilno svetovati, tudi pač ta občutek, da si nekaj dobrega naredil, neka hvaležnost strani stranke, seveda je treba počakati, da do škode pride, ne? Tako da do takrat samo premije pobiram. Ne? Ja, škoda je vse lušteno. Do škode se imamo vsi fajn, ne? Oziroma se imam jaz mogoče bolj fajn, ki mi je zanimiv. Ja, najbolj fajn sem zavarovalnica. Absolutno. Ja, Hiša zmeri zmaga. Ne? Kazino je. Ampak hočem to reči, da preprosto v tem poklicu, če ga delaš s srcem, no, ti res ne more biti dolg čas. Mora nekaj s tabo biti narobe. Sploh, če imaš to srečo, kot jaz, da nisem vezan na nobeno zavarovalnico, pa na kakšne kvote ali pa karkoli. Kako pa to? Ja, takole, jaz začel sem z zavarovanji preko ene agencije, ki mi je odprla pot v zavarovalništvo. Potem sem pa kaj kmalu spoznal, da sem sposoben, imam dosti strank na samo svojem koncu, ne, ker ta agencija je bila čisto na drugem koncu Slovenije in preprosto se nismo križali s strankami, tako da sem šel pa v svojo pot, na svoje in sem se naučil tudi že od te agencije, pa od ostalih kolegov, pač iz zavarovalništva na kakšnih izobraževanjih, ki zavarovalnice organizirajo, da se bolj splača podpisati pogodbe, brez da obljubljaš neke kvote napram večje provizije ali pa karkoli, da imaš dejansko proste roke, da stranki ponudiš lahko samo te tako imenovane paradne konje iz zavarovalnic. Da bi ena zavarovalnica imela najboljše pogoje za najboljšo premijo, za vse produkte, ki obstajajo na trgu zavarovalništva, to pač ni, ne? To je nemogoče. Vse se kakšna zavarovalnica recimo bolj potrudi, pa ne bom nič poimensko danes, da ne bom. Ampak vse nima veze, vse trg je pač tak, kaj je. Tako, recimo neka zavarovalnica je res bolj specializirana recimo v avtomobilizem. Ja, vsaka ima svojo nišo, ne? Tako je, ja. Na podlagi katere potem stranke prepriča, da bi se odločili še za ostale zavarovalne produkte znotraj takiste zavarovalnice. Jaz imam pa ta privilegij, da nisem prisiljen, da bi potem to tudi naredil, ker nimam ekskluzive recimo samo za eno zavarovalnico. Ne. To je pa en stran, če sem te prav razumel, zelo dober zate, ne, kot ponudnika, v bistvu nekih zavarovalniških storitev. Za stranko je pa najboljš, ne? Za stranko itak najboljše. Ne. To je logično, tukaj ne rabimo neki iti v filozofijo, ali pa karkoli, ne, tukaj je logično. Stranka nad zavarovalnico, ne? Tako je, tako je, stranka itak nad zavarovalnico, ne. Ampak kar hočem reči je, da tudi zame, čeprav so mogoče manjše provizije, kakor bi bilo, če bi bil direktno ekskluziva, stranka bo ostala moja.
tudi če bi se kakšna zavarovalnica izkazala zaradi kakšnega nakupa druge zavarovalnice, da bi kakšna administracija počasi šepala, pa da bi bilo kakšno nezadovoljstvo pri škodi, da če pač stranka zameri zavarovalnici, ni problema, meni ne bo, oziroma bo ostala pri meni, ker bo šla lahko drugam, če bo treba. Ne? Ja, mislim, to sicer drži v osnovi, ampak je zelo pomemben, kdo si ti kot zavarovalničar. Ne? Ker recimo, ne vem, pri nas je podoba na oknih, mi lahko damo produkt kogarkoli, sam na koncu je treba še zmeraj vedeti, da smo mi dali ta produkt, in da določen del odgovornosti nosimo tudi mi, takrat je pa pol odvisno od zavarovalničarja do zavarovalničarja, koliko se bo zdaj potrudil, pa koliko se ne bo potrudil, tako kot pri nas. Prvi klic, ki ga stranka naredi, ko do česa pride, mora biti svojemu zastopniku. Pač mora biti. Ja, ne po svoje nekaj delati, po možnosti narobe delati, napačen vrstni red, se ne držati navodil in potem pričakovati, da bo vse šlo kot po maslu z izplačilom škode. Ne? Najprej zavarovalničarja poklicati, pa pelem po postopku, mogoče o tem malo kasneje. Hočem reči, da zavarovalništvo je toliko širok pojem, da ko stranka pride do, recimo v tem primeru, pač, ker sem tukaj mene, Glih slučajno. Prva stvar, ki je treba razložiti, ko se, recimo, da se pogovarjamo od hiše, da bomo ostali na nepremičninah premoženje. Poleg tega, da poveš, kaj je v polici vključeno, skoraj bolj nujno povedati, kaj ni vključeno, oziroma kje so omejitve. To je zelo važno, da vsej ob podpisu stranka to razume. Recimo pri nekaterih zavarovalnicah, zdaj so bile poplave pred 2 leti, v osnovi je tudi ta največji paket pri kakšnih zavarovalnicah omejen zavarovalna vsota na 3000 evrov za nepremičnine, pa 3000 evrov za opremo, ali pa 5, ali pa kakorkoli, pa Triglav zdaj po ta zadnjem 15-10 recimo. Sam posledično je pač večja premija. Eno vprašanje. Koliko časa si pa rabo, da si naštudiral, se pravi, kjera zavarovalnica je v kjeri niši, pa da si to znal pa še na primeren način skomunicirati s stranko, bodočo stranko. Koliko rabiš tako enega skilla v svet, ki tega je fula, Te police so ponavadi dolge, velikrat so nerazumljive, tudi jaz ne vem, kaj svoje police beram, pa se jih prav trudim razumeti, glih za to, da veš, kva imaš krit, kva nimaš krit, In včasih je za marskoga. Koliko časa ti je vzelo? Ali pa tako, po občutku, koliko rabiš to enega dela? Prvo leto se praktično samo učiš. Samo učiš, potem pa na posameznem primeru oziroma na potrebi stranke, recimo stranka reče, zdaj bi pa rada zavarovala vikend in je treba najprej preštudirati, katere zavarovalnice ta vikend sploh vzamejo v kritje, recimo, da so neke posebne omejitve, da nima hišne številke še ali pa da je v gradnji ali pa kaj tazga, pa kakšni so potem posebnosti. To narediš enkrat primerjavo med vsemi zavarovalnicami, ki pač vzame veliko časa, truda, energije, predvsem energije, pa branja teh pogojev pa vsega in potem ugotoviš, katera je najbolj optimalna po trenutnih pogojih. Te pogoji se pa vedno spreminjajo. Tako da bi rekel, da imam vse naštudirano, kdorkoli to reče, se pač laže. To je treba vedno biti na tekočem s tem spremembam, z raznimi okrožnicami od zavarovalnic, je pač treba preštudirati, da vidiš, če se potem vrstni red zaporedja priporočanja določene zavarovalnice stranke pač spremeni. Mogoče je bilo to malo podobno na računovodstvu. Tam tudi težko rečeš za gotovostjo, da vse veš, zato ker se konstantno vse spreminja. Tako, zdaj v računovodstvu so še zakonodaje v zadju, pa vse, ki se pač treba... Koliko pa država zakonodajo regulira ta trg zavarovalništva? Koliko je kupec ščitan, tako, v tem smislu? Kupec je kočevski medved drugače. Kaj to pomeni? Treba se zavedati, da stranka sklepa pogodbo za zavarovalnico, pripravim jo sicer jaz ali pa svetujem, kateri paket že vnaprej pripravljene pogodbe. To so pogodbe že spisane strani zavarovalnice. Tako, to niso razumevanje, da je to pač zdaj le plačujem, dokler plačujem, imam zavarovan, potem pa ko neham, je pa pač konec, pa nimam zavarovan, če se odločim tako. Ni temu nujno tako, Res. Namreč zakonodaja ureja, kdaj lahko ti sploh polico prekineš. To je namreč pogodba. Primer, recimo, da bi nekdo nekoga zaposlil. Zaposleni ima pač pravice. In tudi, bom bolj po domač povedal, kolikor zavarovalnica lahko terja z izvršbo, da plačaš premijo, tisto, katero si sam podpisal in se strinjal, in tudi podpisal, da je pogodba 10-letna.
A ne, so različni. Čez par stavkov me spomni, pa povem, kakšne so 3 opcije prekinitve teh polic. Ampak, kolikor je stranka dolžna plačevati premijo, je tudi zavarovalnica dolžna izplačevati škode. Tiste stvari, ki so od 2013 naprej, lahko da se motim, ampak mislim, da od 2013 naprej je direktiva strani Evropske unije zapovedala na zavarovalniškem trgu, da so police jasno berljive. Kaj je zavarovano, kateri riziki so zavarovani, za kakšno zavarovalno vsoto, ali na polno vrednost ali omejena, in kakšna odbitna franšiza po možnosti, za kakšno premijo, da je praktično na prvi strani. Kakva včasih je bilo to verjetno not v pogodbah? Včasih je samo pisal paket C, pa se pa znajde, pa treba bilo iti na internet ali pa v pogoje gledati, kaj ta paket sploh vključuje in tako naprej. In si ugotovil, da včasih mrskej ne. Pa še spreminjali so se pol vmes in pa smo gledali, katerega leta je stranka podpisala to dotično pogodbo, ker veljajo te pogoji, ki jih na spletu včasih sploh nisi dobil več, zaradi tega, ker so bili tako rekoč zastarani, čeprav veljavni za stranko. Tako da to je bilo ogromen težav. Zdaj s tem načeloma ni težav. No. Tudi polico, ki je nisem jaz delal, ko dobim recimo pregled, če je ok, pač grem na splet in najdem te pogoje. Pa tudi na sami polici lepo piše gor. Potem so pa pač izključitve, omejitve, posebnosti, ki pa ima vsaka zavarovalnica malenkost prilagojene, načeloma so pa zelo, zelo podobne. No in to, kar zdaj razlagaš, to je v bistvu tvoje delo, ne? Da tolmačaš to, kar si oni zamislijo v jezik unga, ki kupuje, da mu s tem prevrčuješ v bistvu čas. Tako je. No, da se vrnem nazaj, ko vse to razložiš stranki, ne, in stranka pač podpiše, se strinja, ko pride do česa, skoraj največja dodana vrednost vsakega zastopnika je, da se pač javi na telefon. Moram priznati, da zdaj sem živčen, ker sem dal telefon na ne moti, ena potiho ne moti, in v naslednjih 2 urah upam, da ne bo nobena stranka imela kakšnega karambola ali pa kaj tasga. Ker to, da se stranki javiš, pomagaš, pomeni več, kot pa vse ostalo, kar si raztolmačil ali pa karkoli. To je to, zdaj pa recimo prekinitve teh premoženjskih polic. Veš, kaj bi mogoče narediti, čist intermeco? Mogel bi si narediti eno formo, pa če je v takem primeru, da imaš avtomatski odzivnik z postopkom, kaj narediti v primeru nesreče. Tako, zdaj imam trenutno avtomatski odzivnik, da če stranka pošlje SMS ali pa mail ali pa karkoli, da dobi nazaj, trenutno ne morem govoriti, za nujne zadeve se obrnite direktno na zavarovalnico. Vse oni imajo isto 24/7 telefon. 24/7, vsaka zavarovalnica ima svoj asistenčni center, 24 ur na dan dosegljiv. A so dobri ti centri, ki ponavadi, ki kličeš kakšno tako foro, te pol, počakajte, ste 12 v vrsti in to traja 45 minut, prije nekdo dvigne. Res je. Traja sicer asistenčni center za škode, ker ko kličeš na zavarovalnico, pa naj bo to zavarovalnica A ali pa zavarovalnica Ž, dobiš najprej ta odzivnik. In ta odzivnik reče, za asistenčni center pritisnite 1. Da te v kanal in če pritisneš na številko 1, ki je načeloma ta asistenčni center, moram reči, da se zelo hitro javijo. Za asistenco. To ni za ostale administrativne zadeve, sprememba TRR-ja. Ti najbolj je tista prva točka. Tako da se javijo, zdaj pozor, ni nujno, da se bo javil nekdo, ki je tudi sam zastopnik ali pa da je na škodnem oddelku. Pač se ne javi. Javi se lahko tudi nek študent, ki bo vse to zapisal in posredoval naprej, ali pa vse dal zaznamek, ali pa odprl škodni primer. In to je dostkrat zelo važno. Ker to, zakaj pa je to tako važno, da recimo, ne vem, če dava primer, da si va lažje predstavljala. Jaz sem se zdaj klepel po Trzinu in sem nekomu spregledal in sem se mu na limu naritane. Ok, deva zdaj to obdelati. Jaz sem zdaj to naredil, polna glava, a ne, se zgodi. Tako? Kaj ne jaz zdaj naredim? Pa da tebe recimo ne moram dobiti na telefon. Zdaj takole je. Najlažje je, če te dobima. Najlažje, če me dobiš, če te bom povedal enako, kot tem zdaj. Če je oviran promet, da se avto ne da premakniti, je treba klicati policijo. Dejansko moraš klicati policijo. Avto pa ne smeš omakniti, če ga lahko. Če ga lahko omakneš, ga omakni stran. Sam kaj pa verjetno prej pa poslikaš, fajn. Tako je. Slike. Vsakmu, ki me kliče, pa tudi, če me ne kliče že vnaprej, slike. Najprej, pa če gremo na nepremičnine, najprej preprečitev nadaljne škode. V primeru prometne nesreče je pač to, da avto umakneš ceste, da ne bo še naleta ali pa kaj tasga, če je le vozen. Si odgovornost imaš do tega. Zdaj,
ne da boš zdaj kazensko odgovarjal ali pa da boš šel na sodišče zaradi tega, ker avto nisi premaknil, a ne, sploh če si živčen, zmeden, ne veš, kako odreagirati v te situacije, ali pa še huje, da si dejansko malo poškodovan, ker ta šok na začetku, kad se nekdo sploh butne vate ali pa ti v njega, ne, na začetku je vse v redu. Pol pa začne kri teč, ta pa je tazga, ne, tako da načeloma policija pride, popiše, pač guno kazen za napačen premik vozila je treba požreti, ampak s policijskim zapisnikom bo šla škoda skozi zelo hitro. Predstavljamo si, zdaj le pač na avtomobilizmu, ne? Si oškodovanec. Nekdo drug se je vate zaletel. Prosi, da ne kličeš policije, da boste izpolnila evropsko poročilo, ampak je že tako malo čuden, recimo, tip karakterja. Ali pa neka ženska, ki je zelo prestrašena, doma ima pa moža, ali pa vnuka, ali pa koga, ki jo bo na šuntov, po domač rečen, da ne sme praznati krivde. To se prav dogaja. Vse dogaja, kot da bi šli v arest. Mislim, 3 premijske razrede padeš, nič ne plačaš za škodo na drugem vozilu. To, da imaš zavarovan za avtomobilsko odgovornost, je obvezno, drugače sploh registrirati, ne smeš avtomobila, tako da imaš to krito. 3 premijske razrede se naslednji let, če si najnižji premijski razred, sploh ne pozna na premiji. Pač poveš, da je trenutek nepazljivosti. Pač pošteno narediš, ne? Pošteno kvazi si skrivne. Tako. Pavna, bom plačal, koliko je 300 evrov, bom plačal jaz kar že. Zakaj, če imaš... Zato pa imaš zavarovano. Se ne zato, da so zdaj za nalaž zaletavo, ampak nesreče se dogajajo. Ne? V glavnem, če je policijski zapisnik, bo šla škoda skozi, ko zavarovalnica dobi iz tiste policijske enote zapisnik. Evropsko poročilo pomeni samo to, da so podatki bili pobrani. Zavarovalnica bo vedno zahtevala od tistega, ki je škodo povzročil, da se izjasni o krivdi. Ja. In če se ta človek se lahko ne javi in avto ne bo imel podanega temelja za popravilo in bo stal. Pri nekaterih zavarovalnicah imajo v pogojih, da 90 dni imajo časa, da se izjasne krivda. To je 3 mesece. Ti si brez avta 3 mesece, zaradi tega, ker se tisti človek, ki ti je škodo povzročil, ne javi na telefon. Oziroma ne tebi, pri zavarovalnici. Ne na maile, ne nič. Prav, če se ne javi na telefon, da ne more, zavarovalnica pač stoji v svojem postopku. Z ad acta policijskim zapisnikom in potem posledično pobegom z kraja, ker pač se ne javi, a ne? Ja, je pa to misija, tako bom rekel, zelo preprosto pravilo. Če je človek normalen, pa če ne ovira ta prometa, evropsko poročilo, pa se potem pač prizna krivdo, ko zavarovalnica kliče. Ni problema. Ja, če pa neki ni... Če je pa kakšna tuja registrska tablica, tam človek bo šel nazaj, pa verjetno ne bo šel nikoli več čez Slovenijo. Vsej ne s tem avtom. Se pravi, če v tujca preletiš isto evropsko poročilo... Kličeš policijo. In to je to. Kličeš policijo in to je to. Sem imel prevečkrat že primere, da smo mogli na zavarovalnico prositi, da ne je vseeno, no kljub temu, da se stranke tistega, ki povzroča škodo, ne dobi, da naj se kljub temu pač poda temelj za popravilo, ker je in po slikah in po evropskem poročilu pač jasno razvidno, kdo je kriv. Ampak to se zavleče. To je pač preprečitev nadaljne škode, kar se avtomobilizma tiče, da pač probaš tako narediti, da ne bo še hujših nesreč še za druge udeležence v prometu. Kar se hiše tiče, je pa recimo izliv vode. Prva stvar, preden me kličeš, bež vodo zapret. Glavni ventil zapri, zaradi tega, da bo nehala teči. Zdrava kmečka pamet. Zdrava kmečka pamet. Če pride do požara, če je majhen, ga najprej pogas, ne mene klicati med tem, ko se požar širi. Ali pa, če je že požar, najprej kliče rešilce, gasilce. No? Ja, moš pač rešiti situacijo. Vse zdrava logika. Ja. Potem včasih v teh primerih malo zataji. Tako, pa ali slikati, ali pa mene klicati, karkoli se naredi, naj se naredi v prvih parih minutah. Slike. Oziroma, zavaruješ situacijo, kakršna koli že je. Edino v primeru avtomobilske nesreče najprej slikaš, pa prestavljaš avto. Tako je. V primeru, premoženjskih polic, ki so pa v hiši, je pa bolj pomemben, da najprej rešiš, kaj se reši. Da, pa itak se slika nastala škoda. Ne snemati, kako voda teče, ampak bež najprej zapret, pa pol lužo slike. Pač, sej so, ali pa primer sem bil primer počene šipe. Stranka je pač pometala, pa je z štilom od metle, razbila šipo. In ona je takoj, ker ima vnuke v hiši, je takoj šipo pospravila.
Brez slike. Ne? Brez slik. Ja, kje pa je? Kako pa zavarovalnica vedela, da je prišlo do razbite šipe, če razbite šipe ni? Ja, se niso tako nerazumske. Ne? Kako bi pa ti ocenil razumevanje zavarovalnic za škodne dogodke? Drugače, veliko bolje, kot se govori po šankih. Se Zdaj zastopa, kaj hočem povedati. Ja, vem, pa misliš. Pač, za šankom se človek slabo izkušnja. Pa največkrat slabo izkušnja, kakšen cenilc, tega se zdaj moram, hvala Bogu, no, se ne dogaja več toliko, kot se je včasih, no. Ampak kakšen cenilc, ki je prepotenten, ali kako bi rekel. Ne? Ja, pa ima mogoče slab dan. Ne? Slab dan, reče, kva smo to cvete. klicala, klele, se to sploh nimaš zavarovan, zakaj sem mogel priti zdaj na obisk. Seveda bo tak človek potem upravičeno jezen. Ne zato, da ni dobil izplačane škode, ker je pač zavarovanje ni imel, ne? Ampak kako je dobil informacijo. Bolj je to važno. Če pa ti zdaj, da pozabimo preteklost, ne zdaj, ko se prijavlja škode, jaz prisegam, da 99,9% ali pa kar 100% ne se prijavlja pri teh spletnih obrazcev. Jaz pomagam, povem, kaj je treba, če stranka ne ve, kaj je treba izpolniti, pa tako naprej. Naj me pokliče, bom že svetoval, kako poteka proces. To so se že zanj še enkrat pogovarjali, koliko je zdaj to simpel, oziroma ko sem imela predstavitev na BNI-ju. Kako pa oni, ki niso toliko vešči? Dobro, meni ni problem enega spletnega obrazca, pa digitalnega podpisa, ali pa koda, ali pa rekono, ali pa kakorkoli. Kaj pa ljudje, ki recimo ne starejša generacija, ki vemo, da imamo pač veliko postaranega prebivalstva, kako pa recimo takmu pomagaš? Vsaka zavarovalnica ima, kot sem rekel, brezplačno telefonsko številko. In se da po telefonu. In se pokliče, se razloži, da pač nima stranka niti elektronske pošte, kaj šele znanja, da bi izpolnil elektronske, mislim, te spletne obrazce, ne? In ali bojo poslali nekoga, ali bojo rekli, da se stranka zglasi na poslovalnici, slike so problem. Jaz rečem takole, če je le kje pravica na tem svetu, ima vsaka starejša stranka, recimo, kakšno družino, ki bi lahko pomagala, ker te slike so res važne. No? Kaj pa, če nima? Če nima slike, treba počakati, pa recimo, da ni druge opcije, pa da se z mano ne pogovori, ker v najhujšem primeru pač pridem jaz, če ni drugega, ne, pa pač poslikam, pa pomagam stranki prijaviti prek spletnega obrazca, tudi velikrat, ne. Oziroma, če moja stranka je tako pač rešitev, ne. Govorim za tiste, ki poslušajo, pa ki mogoče res nimajo nikogar. Problem je to, da ko pokličeš ti cenilca recimo reče, škoda torej trenutno ni več v nastajanju, torej se ne mudi, vodovodar recimo je že prišel, je že popravil, ne. Pridem jaz kasneje ocenim, koliko je škoda na parketu ali pa na piti omarci v kuhinji ali pa kaj tazga, ne. Pride pa šele čez par dni, ko je vse to že posušeno, sicer napihneno, ampak ne more reči, da je to bilo od tega škodnega dogodka. Lahko se zakomplicira, no. Ja, razumem. Do zdaj so zavarovalnice na prijavljene škode zelo fair izplačevale. Jaz ne zastopim, recimo je škode vsega skupaj za 200 evrov. Pa stranka reče, joj, sploh nam prijavljala zavarovalnica, to so same, kako bi rekel, da ne bi likovno. Birokracija, ne. Tako. Sami papiri, to je tako brez veze, se je to premalo. Se zafrkavaš, to besedo sem iskal, ne. To se sam zafrkavaš, to se ne splača, to mi bo šlo Ni res. Če ti več kot 10 minut časa vzame, da prijaviš škodo. Ja, je vreden 200 evrov. Razen, če si nek težek, ki je 200 evrov na uro. Zavarovalnica je dolžna povrniti v prejšnje stanje. No, zdaj pa pridemo do zanimivega. Tako. Ko ti zavaruješ hišo, pač zavaruješ trenutno stanje. Dal zelo praktičen primer, ki se veliko krat uporablja, ne? Pride do počene cevi v kopalnici ali pa preparele cevi ali pa kakšne. Pač ene zavarovalnice imajo preparelo zavarovano na polno vrednost, ene pa sploh izključitev, ker je pač to del obrabe, del pač vzdrževanja. Iz naslova dobrega gospodarja. Ne, pa tako. Ampak ti ne boš preventivno razbijal stene, da bi preveril, a je cev še v redu. Dokler ni škode, ti ne veš, da je že preparela, normalno. Ugotoviš zmer, kaj je prepozen. Tako da jaz to stranki kar poudaram, glede te preparelosti, ki so dosti pogosti škodni. Primeri sploh, če je recimo gradnja, ko so bile še svinčene cevi, pa tako naprej. Ne. Pa po možnosti odvodne iz cementa. Ne.
ki ga ni več, ki gre že direktno v zemljo. Ne? Skratka, ta kopalnica je normalna kopalnica stare gradnje. To so ploščice od tal do vrha, ena stara banja, ena kad, en WC papir, WC papir, WC školjka, en BD, pa en umivalnik pod spodom marca, pa en ogledal. To je to. To je una socialistična kopalnica. Ampak, če že treba zdaj pol kopalnice razbiti zaradi pač izliva vode, ki se pod ploščice nabral, umaj je že začel odstopati, ploščice že dol popadale, in se ti znajdeš, če se postavim v kožo stranke, se znajde pred razbito kopalnico, in opcijo, da bo pač kopalnica zdaj renovirala, ne? Po možnosti talno gretje, pa seveda kakšna banja kad, zdaj so popularne te tuške, mislim pač tuš, ne? Stekleno šipo in to je to, ne? Pa kakšen geberit, ali pa kakšne znamke. Pač daš si, se pravi, če te prav razumem, kaj hočeš povedati, ti lahko imaš staro kopalnico in če pride do izliva vode, je dejansko a ti je zavarovalnica dolžna pol sanacijo kriti, ampak da daš ti lahko neke nove elemente noter. No, se lih to je fora, ne? Zavarovalnice ti dolžne kriti v prejšnje stanje. In imajo že vnaprej preračunan, koliko je kvadratmeter kakšne ploščice. Se lahko potem poveš, da te ploščice, ki so bile v kopalnici, so bile dražje, so bile debelejše ali pa karkoli, ne? Ali pa umetniške ali pa custom made, whatever, ne? Pa moš imeti zato, ker... Ne. Kakšen podatek, da so custom made, ali... Ne, se ne pričakuje, se toliko so človeške zavarovalnice, da se seveda ne pričakuješ, da imaš ti za 50 let nazaj račune shranjene, ne? Pač se vidijo, se niso zginile, se so tam, sam so razbite, ne? Okay. Pač se vse upošteva in rečejo, recimo za tele pol kopalnice pripada 1000 evrov. Če bi hotel enako kopalnico spet imeti, da bi samo cel zamenjali, pa nazaj zaflikali, pa da spet čez keramiko, ne, bi prišlo strošek jurja, ali pa 1500 recimo. Ne. In to je to, kar ti zavarovalnica dejansko dolžna. To, da spet ti dal 2000 evrov samo za steklo od tuša, ki prej sploh bil ni tam, ali pa za talno gretje, ki ga prej ni bilo, je pa seveda nadgradnja. Nadgradnje ne bo krila. Imam še en primer, ki pa je zanimivo, ne. Glede na trenutno prakso v gradbeništvu je zavarovalnica tudi dolžna. Dam primer, prišlo je do izliva vode ob hiši, zunaj hiše, na zavarovanem zemljišču. Ne? Samo da zavarovano zemljišče, to pomeni verjetno cela parcelna številka. Cela parcela, ampak izven hiše kot nepremičnine. Ne? Okay. Odvodna zavodna cev. Tako, ločiva nepremičnino kot stavbo, tako, pa okolje. Tako. Okay. Ali pa še oprema, ki je posebej. Skratka, in so ob steni skopali, zamenjali guno cev, to je bila pač cement, ne, pa ni več obstajala. Ne? In ko so nazaj zaflikali, so dali tudi hidroizolacijo na guno stran hiše, ki je pa prej ni bilo. In ta hidroizolacija pač ni bila zastonjna, ne? Pač se ni bila zdaj draga, ampak nekaj pa koštala. Ne? In zavarovalnica je pač rekla, ja, hidroizolacije ne bomo plačali. In smo pač povedali, da zdaj, ko se takole razkoplje, je standardna praksa, da je hidroizolacija. In more ona to požreti. Ja, in je pač mogla plačati. To pa utemeljuje to, a to oni povejo, bojo nojo, a s kakšnimi vzvodi ti zavarovalnici dopoveš, da to pač to zdaj tako mora biti. Da se kuj zastopimo, to so redki primeri, 1 na 100 recimo je tak, da je treba kaj ekstra utemeljevati. Načeloma reče v večini primerov, no, da ne bom zdaj samo te primere, ki so bili, v veliki večini primerov zavarovalnica takole reče, ko prijavi škodo, reče, v redu, dajte nam predračun, ali pa račun, ne, od izvajalca. Jaz res svetujem, daj ta predračun pridobi in pošli zavarovalnici. Zavarovalnica bo lahko rekla, v redu, za tako ceno se strinjamo, tudi povprečje ostalih škode, približno tako koštala, imate zeleno luč, lahko plačamo ali mi izvajalcev, ali pa vi, kakor se zmenite, pa pol zavarovalnica povrne stranki. Ne? To je pa ta situacija, ko sem rezan z ulomom, ne? Ja. In je tako. Lahko zavarovalnica reče, čakajte, to je pa zdaj 3-krat dražji, kot od vseh ostalih, ki so bili podobni primeri, dajte vi dobiti še 2 drugi ponudbi. In pa tako naprej, pa še sami pol rečejo, koliko bi to koštalo, dajo predlog poravnave, s katero se ne rabiš strinjati, ampak če se strinjaš... več povej, ne rabiš se strinjati. Kaj pa, recimo, ne vem, ti nekaj se zgodi, ti dobiš nek predračun, recimo, ne, če sva zdaj ustanova v kopalnici.
dobiš predračun vodovodarja, to bo tokle, pa tokle, pa tokle, pa tokle, ti to pošlješ naprej, zavarovalnica se zdaj s tem ne strinja in ti da nek predlog. Recimo, da ti si imel pričakovanja, da bo to dala 2000 evrov, oni ti ponudijo pa 1000 evrov. Kaj zdaj? Nazaj se, ko je enkrat škodni primer odprt, se potem dogaja komunikacija, bodi si po telefonu, a ne, če nimaš elektronske pošte, drugače pa po elektronski pošti. Ja, deva reči, da se po telefonu. In samo rečete, a ne, pač se kliče nazaj, pa se reče, lejte, če bi želeli samo v prejšnje stanje, ne, zdaj kopalnica je specifična, ne, ampak če bi hoteli samo v prejšnje stanje vzpostaviti, bi morali zamenjati celotno cev in iskanje napake in nazaj zaflikati in tok, in če je delovna ura 50 evrov, 40 evrov, kokarkoli pač vodovodarska dela, ne, pa tok je pač za material, pridemo do take cene. Kar iz tega razloga se pač ne moremo strinjati z vašim predlogom in prosimo oziroma zahtevamo, da se plača vsej 1700 pa tako. Kaj je en problemček že ratu? Ker se pričakuje pri teh sanacijah, govorim zdaj specifično za kopalnico, ker se pričakuje, da zavarovalnica, ker se vedno potem tudi nadgradi ta kopalnica, zelo redko je, da se v novejši kopalnici kaj naredi in dejansko se samo zaflika pa vzpostavi prejšnje stanje. Ne? Samo, če prav razumem, ne, ti sicer zaflikaš pa to, ampak zavarovalnica ti podobri nek maksimalen znesek, a ne? Tako. Koliko tega zneska ti ponudca je zdaj od koga odvisen? Od tebe ali od zavarovalnice? Večina zavarovalnic, in to se meni zdi bolj pravilno, ker pa ta predlog poravnave, klele vam nakažemo 800 evrov, pa če sami delate, boste zaslužili, če ste pa dali enemu izvajalcu, ste pa mogli 500 premakniti še svojega žepa. Ne? To meni ni smisel zavarovalništva. Smisel zavarovalništva je, da ta strošek do centa, kakor si ga imel zaradi škode, predložiš zavarovalnici in zavarovalnica ti ga do centa nazaj povrne. Živcev pa časa ti nihče ne bo plačal, ampak strošek zaradi škode bi pa moral biti krit do zadnjega. Ker pač ta problemček, ki je prišel zdaj, ne, do tega je, da in izvajalec in stranka, ker se pričakuje, da zavarovalnica ne bo v celoti plačala računo za renovacijo, adaptacijo, a ne, kar je pravilno. Ti kokrat pa ljudje... Čakaj, da bom zdaj zaključil to misel, je, da pretiravajo s ceno. A se zastopimo, kaj hočem reči, ker če vemo, tudi vsak vodar pusti koliko na roke, pa tako to nima, zdaj ne bomo se v to zdaj spuščali, ampak če je jasno, da je za 1500 evrov, zdaj pa vseh ostalih, da se da rešiti to sanacijo, zakaj date račun pol 4000 evrov? Ali pa 5000 evrov za nekaj, kar je 3-krat predrago, kar se pričakuje. Prevečkrat, ne? In zavarovalnica bo potem samo zavrnila v celoti najprej, pa rekla, dajte drug predračun od drugega izvajalca. Znajo biti hiter hudi. Seveda, ker se ljudje niso požu preplavali zavarovalnica, se po 50 primerov na dan ukvarja s takim, kakor je vaš. Mislim, kakor je od stranke, se s 50 ukvarja in če bo preveč odstopali od povprečja, govorim preveč, krat 3, kakor je povprečje, ne 10%, ampak ne 10%, ne 15%, ampak 200%. Do kje pa misliš, da se na oglasijo? Kva? Če si ti na račun, ne vem, 20% več, to gre čez ponovati, tudi če 1/4. Tako bom rekel, treba je definirati. Ne? Na račun je pač treba pojasniti, zakaj. Koliko delovna ura je delovna ura, to je pač stvar izvajalca. Koliko se jo računa, mora biti glede na regijo, kjer se dela, pač približno v povprečju. Se to izvajalcem načeloma jasno. Material je, kakor je material, zdaj ne moš imeti 4-krat boljšega materiala, kakor tisti, ki je bil poškodovan, ker to je zopet nadgradnja. Ja, recimo, ne vem, primer z naše branže, ne, se pravi, če imaš ti, ne vem, če so recimo v primeru toče, pa si ničil v zuni. Ja. Če imaš ti rolete v zuni, pa da ti jih toča zbije, pa ne moš dati noter, ne vem, žaluzij, ampak moš dati rolete, ki so nekje v podobnem cenovnem rangu, spet ne moreš dati pol, kar, naprimer, ne vem, primer. Če imaš rolete z elektromotorji, mislim, da si brez elektromotorjev, ne moš dati pol not z elektromotorji. Tako. Lahko pa kupaš novo roleto, sam si plačaš nadgradno, ker že to delaš. Tako. In je v bistvu to pol win-win. Zavarovalnica ti pa dolžna izplačati tako, da bi zamenil za prejšnjo.
Ne? Recimo, da je tista bila vredna, zdaj le kar na pamet govoru, 2000 evrov, bi potem tudi dobil 2000 evrov. Ampak če pa ti zdaj za to novo, pa se zmenil, da bo 5000 evrov, ne boš dobil 5000 evrov, ti boš dobil 2000 evrov, ostalo je pa nadgradnja. Pa prijave škode so tudi recimo za vlom pa vandalizem je prijava policiji. Mora biti policijski zapisnik. Spet so pri policiji, ne? Ja, to je pa pri nepremičnini, za vlom pa za vandalizem mora biti prijava policiji. Da te prekinem, prosto. Kakšne imaš pa ti izkušnje ali pa kaj ti ljudje povejo, kako pa je ta del s policijo? A so ponovadi policaji pri teh stvareh razumljivi? Ker meni se je zgodilo, da ne vem, moja je bila takrat lih noseča in je bila, sreča bila ta prva v verižnem trčenju, a ne? In ko je policaj prišel, čeprav se je meni zdela situacija tako kar kritična, da bi mogel nekdo prevzeti pobudo na tem, kako se bo rešila, ne, se je pač tista patrulja, ki sicer ni bila klicana, ampak se je glih slučajno menpalala in se je ustavila, ne, tukaj pač pozdravljam, ampak nasvet policaja je bil, dajte sami rešiti brez nas. Kakšne imaš ti, da imaš svoje izkušnje, ker ne vem, kdaj z njimi govoriš, ali pa iz strankam, koliko se zdaj lahko, ker, neko prepričanje je dobro, spet odvisen, ko ga bi vprašal, ne, ampak policija, ne, kot neka avtoriteta, ki je pa pri tebi zelo pomembna. Ne? Ja, tudi pri avtomobilizmu, recimo, dostikrat, v večini primerov, če pride do naleta divjadi, je treba imeti policijski zapisnik, ker se pol obvesti lovce, da najde tisto srno, pa tako naprej. Pa pri vlomu, zmeri vandalizem, mora biti policijski zapisnik, zdaj pa pozor, ne. Recimo, vandalizem oziroma pri avtomobilih imam drugačne izkušnje, kot pa pri hišah. Pri avtomobilskih nesrečah pač to, kar je za potrebe zavarovalnice, pa nič drugega. Mora policaj delati, zato ni nič ekstra več plačan ali pa karkoli, samo birokracijo ima s tem. In doskrat te policijske zapisnike, ki je stranko pač vnaprej pripravim, na policijsko postajo bo treba iti, pa zapisnik narediti. Ne bojo te zelo veseli, zaradi tega, ker problema nisi v nobeni ogroženosti, nič ni, to je samo zato, da imaš piltek, da ti je zavarovalnica plačala. Ne? In to se jim... Ja, se jih zastopaš, mislim, tako pomisliš, se jih zastopaš. Ja. Medtem ko pri hišah, moram pa reči, da so pa policaji tisti res ta prvi, ki pa pomagajo stranki, ki so pa že na pol psihologi, Ala in Vera, pridejo res stranko pomirijo. Dom je, ne? Dom. To je dom. Nekdo ti je vdrl v tvoj dom. Zdaj ta občutek varnosti, mislim, to so smotane stvari, ne? Zdaj, nekatere zavarovalnice imajo tudi zavarovan za psihologa. A res? Po vlomu. Sicer omejeno na 500 evrov, zdaj ne vem, koliko so to ceniki. Boš neki, vse to, kaj, dobiš neki posvetov? Obisk ali psihiatra, psihologa. Psihoterapeuta. Nekoga, da gre s tabo skozi izkušnjo, ker če imaš ti, recimo, ne vem, da si ti mama sama doma, ti imaš, ne vem, 2 majhna otroka, moža, partnerja ni, da nekdo vlomi v hišo, to so lahko resne posledice. Imam stranko, ki je ropar vlomil čez okno od spalnice od hčerke mlade. Doma, a so bili doma? Ne, hvala Bogu. Vse so verjetno pač gledali, daj so napakirali za morje pa šli. Ne? Ko smo želeli pri temu, dajmo počakati s Facebook objavam, kako se imamo fajn na morju, pa da je recimo drugi dan na morju, ki se pol pričakuje, da to se še en teden ne bo in se ve, da je bajta prazna. Ne? Ja, mislim, danes to, če tudi na tak način poveš, to je kar, mislim, to niso... Tudi na teh družbenih mrežih imamo omejeno, kdo lahko vidi objave. No, ja. Da je to čist ekstra, moje mnenje. Ne, samo zelo dober nasvet, ne. Mislim, mrz kdo, ki sicer, ne vem, rad deli svoje življenje, zato, ker itak sej, tu če imaš ti, ne vem, odprt račun ali pa gor pa dol, načeloma, če že deliš stvari, hočeš, da jih ljudje vidijo, a ne? Pa še to kamere, ne, pri hiši, ki so. Jaz sem bil dolgo cajta pod prepričanjem, da tudi če je fake kamera, samo da se vidi kamera, ali pa da imaš nalepko, objekt varuje, imenuj varnostno službo, ne, fake nalepko, da si s tem rešiš večino primerov, da bi kakšen narkoman ali pa kdo pač lomo noter pa šel hitro na omarce gledati za zlatnino pa tako naprej. Ne? Ti, ki so lih pri kamerah, a ti to fulnuca, ki prije do škodnega dogodka, da imaš to posnetek? Seveda, to imaš dokaz. Velja kot dokaz, ni da ga pol, ker ni ne vem kva. Ne, to je bolj za policijo pa za prijavo na sodišče pa tako naprej.
Kar se zavarovalnice tiče, recimo tudi primer Tesle, ki jo je nekdo, moja stranka, ki ima Teslo, je pač en drug avto izsilil. Zelo grdo, izpadli je pa tako, kot da se je moja stranka zaletela nemorit. Ampak je lepo kamere pokazal in je bilo jasno, kdo je kriv. Ne? Ja, se v Ameriki ima ful tega, da imajo tudi to sprednjo kamero, vsi naštima. No, to zdaj reči prehiš, ne? Sem mislil, ok, to je to in to je nekako mehanska zaščita, mehansko zavarovanje. Ne? Ja, dragi, tisti, ki pa ropajo, pa tudi gledajo, da imajo kamero in tisti, ki ima kamero, ima očitno nekaj urednega noter, da se splača iti not. Ja, dvorizen meč je. Isto, kot je recimo pri podjetjih, pri skladiščih, je popustna požar, če imaš sprinkler sistem, ampak je dražji za izliv vode. Vse so logične. Ker razložiš stranke, meni so lih te bombončki, so meni blazno zanimivi, pa tako, to so te prve stvari, ki se jih zapomnim. Imam pač naštudirana, upam, da za zmer, ampak ker stranki znam razložiti, zakaj je kakšna stvar tako, kot je, zakaj so kakšni modeli avtomobilov dražji v osnovi, kot pa drugi, pa čeprav so enako po Eurotaxu vredni. Zakaj? Ker je popularen model za mularijo, ki hoče preveriti, koliko je močna noga. Dela pač to. Pač škodni dogodki so. Dosti je norost. Tako da, mislim, to je fascinanten. Kot sem tako na začetku rekel, če ti je klele dolg čas, mislim, če se najdeš v temu, pa če ti rata, da ti v temu dolg čas nekaj delaš narobe. Se pravi, če bi za policaje povzela, policaj, če se govorimo o avtomobilizmu, pa te nesreče, pa to, če ni hujša situacija, so odzivi načeloma, pač morajo narediti birokracijo. Klič policaja takrat, ko ga rabiš. Ne, res so preobremenjeni, da smo čisti iskreni. To pa birokracija jih... pa pritožbe, pa vse, mislim, da ni luštno trenutno biti v Sloveniji policaj. Če smo čist človeški, pa priznamo, recimo, da bi do tvoj družin bil upravljal poklic policaja, mu ne bi bil fovš, trenutno. Ampak kar to hoče reči, da ga klič takrat, ko ga rabiš. Ko pride res do kakšne prometne nesreče, ki je treba zavarvati stvari, ali pa da je po možnosti, sem imel jaz primerov take, da bi lahko Klele govorila še cel dan. Ja, verjamem, Ljudi, ki so brez, da bi imeli avto registriran, pod vplivom drog, grozili po moje stranki, pa take fore, pa oni bili krivi itak, ne. In to je cela komplikacija, ne. Joj. In tako, pač ja, klič policaje takrat, ko jih rabiš. Če se pa ti z enim mičkem butneš tam na enemu parkirišu, ja, pa se jih ni treba, za vsako stvar pa spet ne. Je treba nekako precentno. Oziroma mene se pokliče čez moja stranka, ne. Pa se bomo že zmenili. Velikrat se tudi jaz pogovorim s tistim, ki je soudeleženec v prometni nesreči, pa se skupaj zmenimo. Važno je, da tisti, ki se zaleti s tabo, da je odločevalec. Pusti, če je lastnik vozila, če je samo uporabnik, če je družinski avto ali pa karkoli, mora biti odločevalec. Teba to več. Recimo pri nas doma, ne vem, so zmer ko ključi. Pač rabaš, vzameš in si ne damo veliko upravka s tem, zavarovalnim policama. Pa je malo službenih avtomobilov, malo je privat avtomobilov, a ne? Kako zdaj, kaj jaz rabam, recimo, ne vem, primere. Jaz pa moja imava 2 avtomobila, moj avto je služben, še transportno vozilo je, ona ima pa pač kot fizična oseba svoj avto in vsak ima svojo polico in jaz sem za ta avto tudi, se pravi, po leasing pogodbe, sem jaz tisti, ki s tem avtom upravlja, a ne? Kaj moram jaz zdaj narediti, da če moja vozi moj avto, ker se uporablja tudi v osebne namene, kaj moram jaz narediti, da če pride do prometne nesreče, ker verjamem, da klele ni vse tako simpel. En stavek sem že povedal, ki se uporablja tudi v osebne namene. Okay, pa to zdaj. Če je v računovodski knjigi zabeležen, da se uporablja tudi za osebne namene, vozilo, ne? Je velja enako, kot pač, seveda. Kaj pa če ni? Če ni, ja. Načeloma bi mogel pol biti kakšen dokument v zadju za posojo, pa jaz rečem takole, če imaš kombi, ki je izključno tovorno vozilo last podjetja in se naj bi upravljal izključno za namen pač podjetja, ga ne dojati sosedu zaradi tega, da bo šel en modroc iskat v Iska ali pa kamorkoli, ne. Pa če bo prišlo do prometne nesreče, zna biti problem.
ker ta človek nima kaj iskati za volanom tovornega vozila. Če se pa uporablja tudi v osebne namene, je pa to ta del, ki je za osebne namene, pač osebno, kakor želiš. Kaj pa recimo, ne vem, imaš tako situacijo, nimaš se prav nobenega dokumenta, avto v računovodstvu ni zabeležen, da je za osebne namene, pa se to vseeno zgodi. A je smiselno, da takrat daš na evropsko poročilo, mislim, a se to sme, a se to ne sme, to zdaj čistko sprašujem. A je smiselno, da daš podatke po tistega, ki je v bistvu ni vozil? Tako bom rekel, je nekaj, kar je teorija, pa nekaj, kar je praksa. Ne? Okay. Teorija je verjetno. V teoriji ne. Pač lastnik vozila je pač podjetje. Poj pa, kdo je voznik vozila, ne, pa treba pač napisati, ne, kdo je voznik vozila. In če bo, zdaj pa takole, če je samo materialna škoda, da niso v ozadju kakšne hude stvari, ki bi mogli... Telesne poškodbe, telesne poškodbe ali pa je ta zgane. Resne komplikacije. Da bi bila kakšna večja komplikacija, načeloma je na zavarovalnici, da se v to utakne. Če se želi. Ima pravico. Zdaj, ta del moram preveriti, ker do zdaj sem imel nekaj primerov, ker je kdo vozil, pa je bil recimo sin, ki ni bil zaposlen pri podjetju, ampak se je enak pisal in niso niti pogledali, pa je bilo splačan. Načeloma je pa to, kar taka že malo bolj... To je siva cona. Taka siva cona, ja. Tako da to je od primera do primera odvisno. Lahko, da je pravilni odgovor. Se pravi, v teoriji, če povzamem, v teoriji pač moraš imeti stvari poštimane, ker zato jih pravila imamo, zato da lahko koegzistiramo. V praksi, če bi pa res do nečesa tako bilo, pač sam si odgovoren za nastale posledice takega ravnanja. Dajmo temu tako reči. Tako je. Ja. Moraš se zavedati, da posledice so. Če bo pa do njih prišlo, pa sprejmaš riziko kot v kazinoju. To je isto. Lej, to je podoben tak primer, na podobno vižo, kot pa te testne tablice. Ti lahko testne tablice dobiš na registracijah in daš izjavo, da je vozilo tehnično brezhibno. In jih daš na avto in se odpelješ, vzameš za 5 dni, za 1 teden, 2 tedna, kakorkoli. Ampak če na koncu pride do prometne nesreče, zaradi tega, ker bremze niso dobro delale, zavorni diski ali pa kaj tasga, pusto, da nimaš nič zavarovan. Imaš še globe take, da plače za avto vleko do tehničnih, pa ne gre čez tehničnega, govorim te, ki kupijo kakšne stare avtomobile, ki že niso več registrirani pa tako naprej. Te testne tablice se uporabljajo, naj bi uporabljale za tehnično spravno vozila, ki jim velja tehničen pregled, ampak trenutno še niso registrirane na uporabnika. Pač, to je isto, kdo je lastnik, kdo lahko uporablja, kdo ne, a je to vozilo podjetja, se uporablja samo za podjetniške namene. Jasno mora biti. Pač jasno mora biti. Dokumentacija pa sled. Ja, sej zavarovalnice so veliko bolj človeške, kakor se ljudje zavedajo. Sej niso, da samo gledajo, da skačejo, da v grmu čakajo, daj bojo ven skočili. Haha, pa sem te dobil. Gledajo tako, da če škoda je prišla in če je predmet zavarovan in če je znotraj tega obdobja, ki je zavarovanje bilo sklenjeno, škoda izplačana bo. Ja, verjetno. Ma pa pravico, se utakniti. In to, da se v večini primerov ne utakne, bi dal kot argument, da zavarovalnice so bolj človeške, kot mislim. Ja, to so že rekli. In to se v bistvu zdaj še enkrat podaril. In to mi je zanimivo, da mislim, to mi je pomembno, da se take stvari na glas povejo. Zato, ker v bistvu ful enega denarja pustimo zavarovalnicam, do katerega smo čisto normalno upravičeni. Imaš zavarovan, naredil si ti je parjav hudiča, ne? Ja, pa reče, ma se ne bom več parkirišal, imel zavarovan, sem že 2-krat imel butno in pa nisem nič dobil. A pa si parjavu? Ja, ne, nisem, itak bi mi zavrnil. Pa Bog se te osmil, zdaj verjetno zaradi tega, ker se je že spucal avto, pa se ne vidi laka ali pa barve od drugega avtomobila. Jaz sem imel pa tudi izkušnjo, ko sem parjavil, pa vse bilo legit, pa vse, pa so mi zavrnili, kakor češ, da sem zadev količek, pa ga nisem. Ja. Tudi vemo za takole parkirišče.
biti se more barva od drugega vozila in udrtina oziroma udarec mora biti tak, kot je od drugega vozila lahko na podobni višini. Daj pa se zakomplicira. Pride en urikvrc z prikolico in prikolica butne po možnosti zeleno preštrihana, tako kot vse ograje postavljene. In pač zakaj parkirišče tudi nasplošno toliko drag za zavarvati? Ker vsak je slišal zgodbe, magari tudi mogoče svoje lastne družine ali pa bližnjih prijateljev, ampak sigurno smo pa slišali zgodbe, kako se parkirišče golfa. In zavarovalnice misliš, da ne vejo tega, kaj? In zaradi tega vse, kar ni konsistentno s tipično poškodbo parkirišča, No. pač zavrnejo. Ne? Zdaj, stranka se seveda lahko pritoži in se krega, včasih gre skozi, včasih ne gre, tako da tukaj je nekako siva cona. No? In doskrat potem stranka mora uveljavljati svoj lastni kasko za škodo, za katero pa ni bila kriva. Zdaj, meni se je danoš mislil v 8 letih, kar to delam 24 ur na dan, vsak dan, vse mesece, vsa leta, ne, se mi je to naredil 2-krat. Da škoda je bila na parkirišču, pa ni bila priznana. Ja, pač vse včasih so situacije. Seveda te potem taka situacija tudi privede do tega, da jaz kot zastopnik, ki sem imel z dotično zavarovalnico te primere, ne, pa bi verjetno lahko bila tudi pri kakšni drugi zavarovalnici tak isti problem. Bom pač to zavarovalnico manj priporočal. Oziroma bom kakšne primere pač izpostavil in če se stranka zaradi tega, ker je recimo premija nižja, ne, vseeno strinja, da bo pač vzela pri tej zavarovalnici, kjer se zna narediti, da bo malo več komplikacij ob škodah. Meni je samo to važno, da stranka ve, tudi ne samo premijo, pa kaj je krito, ampak kakšen je postopek. Ne. Ene zavarovalnice so samo digitalno usmerjene. Ja, nimajo cenilnega mesta. Ja. Nimajo cenilnega mesta. To pomeni, da če stranka nima pametnega mobilnega telefona, ta zavarovalnica ni primerna za njo. Ja, da je pa spet stvar za agenta v bistvu, ali pa zastopnika, kako se tega lotne. In to so pač pol kvalitete kot podjetnika na koncu. Tako in moramo reči, da retention, ali kako se to reče po slovensko, no? Da smo dobo. Retention, obdržati stranko. Da, recimo pri avtomobilih ima stranka vsako leto opcijo zamenjati. Mogoče ima potem na ostalem kompletu za ostale zavarovanja premoženjska procent ali 2 manjš popust, ampak tudi če skupaj kumulativno pogledaš, načeloma ne igra take velike vloge, ampak vsako leto lahko gre stran, nazaj, drugam, na tretjo. Ja, letne pogodbe so. Tako, hitro našteješ 5 zavarovalnic v Sloveniji ali pa 6, kam lahko zavarujejo avtomobile. Okay. Zdaj pa, če bi vzela za primer eno premoženjsko polico, se pravi, zavarujemo hišo. Tako. Kje so 3 ključne stvari, ki bi jih ti izpostavil pri premoženjski polici? Ja, najbolj pogosta škoda je izliv vode pri premoženjskih policah. Treba je pogledati to. Zelo važno, kje hiša je. A je hiša na plazovitem pobočju? A je hiša, recimo pred 2 leti, bila kaj poplavljena? Ali pa če ima riziko, da bi bila poplavljena. Ne, pač ta stvar, pa ta druga za izliv vode, ko so stare cevi, vse živo, ne, to sta ta druge 2 stvari, pa ta tretja je ne se lagati s kvadraturam. Povprečna polica brez potresa, ker potres je čisto ekstra zraven, pa odvisno od tega, na kakšnem potresnem območju si, to je pa tudi dražja. Ja, pa leto gradnje. Tako, za en večstanovanjski blok, ki sem ga tudi zavaroval, ne, je 2000 evrov recimo samo požar, če pa še potres, je pa 8000 evrov. Ker je toliko stara gradnja. Premije. Ker je toliko stara gradnja. In je tudi odvisno, kje. Če recimo je objekt nepremičnina hiša v Ljubljani, če bo tam se porušilo, ma ni tega državnega fonda, da bi celo Ljubljano nazaj zgradili iz tega državnega fonda za naravne katastrofe. Ne? Če pa je neko naselje sred enega hriba, ki bi se porušil,
Pa načeloma je dovolj iz te malhe državne pomoči za naravne katastrofe, ne se dobiš tudi pol iz Evrope in tako naprej. Ne? Če bi prišlo res do nekega hudega potresa. Nek finančen sistem, ker pa je to že naravna katastrofa. Posledično tudi sklele so premije za potresa. Ne? Manjša kot je gostota poseljenosti, pa manj kot je potresno območje, cenejše za doplačilo za potresa. Ne? Tako da se treba res pogovoriti, kakšen je strah, kakšen je riziko, a je pa potresno zgrajena hiša in tako naprej. Ali pa če banka zahteva. Največkrat pač banka... Ja, v mojem primeru, recimo, mi nismo imeli nikoli potresa zavarovana, pa sem pa jaz hotel en kredit s hipoteko dobiti na hišo in je banka rekla, ne, pač letni grad je 67. Tako, torej pred... Avtomatsko je treba dati pač zavarovati potres, ker če pride do potresa, je velika verjetnost, da v ta bajta lahko nekaj poč in je pač si obligiran, da moš to narediti. Ko pri nepremičninah, da bo zelo lažje razumeti, pri nepremičninah je požar s potresom enako za stališče kredita, enako kot pa pri avtomobilih stališča leasinga, kasko s krajo. Ja, pač totalke. Pač totalke so to. In to moraš plačati. Ja. Zdaj, procentualna verjetnost, da bo prišlo do rušilnega potresa, nima veze, če zahtevajo. Če pa pride, ne. Če je strah, normalno. Ja. Strah je upravičen, se ruka. Se ruka, se ni, da nismo na potresnem območju, da nismo na premiku tektonskih plošč. Ja, se poglej, Bangkok, recimo, ne vem, kaj od tega, 3 mesece nazaj, ker se je Bangkok toliko stresel, da so te bazeni, ko so gor na skyscraperjih, da je voda čistekla. Da ga ni človeka na svetu, ki ni gledal teh posnetkov. Jo, ljubi, si predstavljaš, da smo v bazenu takrat. Ne. Skratka, je to. In treba je pač gledati, kje je potresno območje, kje je pač poplavno območje. Se pravi, če povzamemo nekako lokacija samega objekta in kakšne so neka naravna stanja, ki se lahko objektu pritiče, to zavarovalnica pogleda. Tako, pa na kaj je treba biti pozoren? Včasih so zavarovalnice, govorim včasih, še pred mojim časom, ko sem zavarovanja sklepal, so neto bivalno površino gledali, da se to zavaruje. Okay. Ampak kaj je neto bivalna površina? Neto bivalna uporabna površina bivalnega prostora. Recimo, da je tale prostor, v katerem zdaj sediva, da je koliko je tale soba kvadratnih metrov? 5x6. Za studio je to ogromna soba, to je en največjih studijev, kar sem. Hvala, mislim, studio / pisarna. Je zelo lepo, moram reči. Diši po novem. Ja. Skratka, torej 5x6, ne? 30 kvadratov. Tako. To je torej 30 kvadratov, pa WC, pa hodnik, pa tam le še ena pisarna. Skupaj bi rekla to, da je koliko to vse skupaj? 60 kvadratov. Mislim, da je na pogodbi dobrih 60. No, 60 kvadratov. To je neto bivalna površina. Torej, recimo, da je, da bomo sam zato, da bomo lažje računali, da je 6x10. Okay. Ampak zunanje mere so pa 8x11. Ja, zidovje. Zavaruje se, sploh zidove, se to zavarovalnica plača. In treba bruto bivalno površino, pač površino je treba zavarovati po vseh etažah. To pomeni, živ primer, zunanje mere 9x10 in je podkletena, pritličje, prva nadstropje in neobdelana mansarda. Treba je zavarovati 90 plus 90 plus 90 plus 90. To pomeni, da imaš 360 kvadratnih metrov zavarovane površine. Pač gleda se po etažah. Zakaj to pomeni? Bivalne je pa recimo samo pritličje pa to, da uporabljaš za bivanje, od spodaj pa samo garaža, pa kurilnica, od zgor pa neobdelano podstrešje, neobdelana mansarda, pač podstrešje. Je pa verjeten, če imaš stanovanje, je verjeten drugačna premija, drugače nevreden kvadrat. Kvadratmeter je več vreden. Tako je. Zato je to pomembno. Pomembno je, da povemo vse kvadrate, zaradi ker doskrat, kjer rečejo tako, kot je bilo že od zmeri. Na polici gor je pa pisalo 160 kvadratov. Ja, 360 je dejansko. Ali pa recimo, da bomo dali direktno na pol, namesto 360 je bilo 180, ker samo polovico hiše se uporablja za bivanje, ostalo so praktično neuporabni prostori, iz stališča razmišljanja stranke. Pa pride do požara in vse skupaj gre. Misliš, da zavarovalnica je izplačala polno vrednost? Ne bo. Pol! Zaradi tega, ker si pol manj plačal, pa še to je dobra volja zavarovalnice, ki bi lahko rekla, da si se zlagala pri podajanju, mislim, kot stranka. A pa to daj naredijo.
Lej, se zaradi tega pa pravim, da so bolj človeška, kot človek misli. Ma pravico. Ti si nekaj podpisal, ne? Lej, ima pravico odgovornost. dejansko reči, isto kot pri zavarovanju smrti, ki se zlažeš, da nisi kadilec. Dej, ne se zdaj. Tukaj pa bom uporabil kletvico. Ne se zabavati. Prva stvar pri obdukciji je to, da ena izmed prvih, da mrliški oglednik da kljukco kadilec, ne kadilec, se vidiš po pljučah, se ne moreš goljufati. Ja, samo ljudje malo precenjujemo, koliko se to vidi, pa koliko se to ne vidi. V bistvu ne vemo, ne? Zavarovanc, mislim, ti zavarovan za 100 jurjev, zopet samo zato, da mu lažje računati. Za 100 jurjev si zavarovan in če se izkaže, da si plačeval premijo za nekadilca, ki bi mogla biti pol recimo cenejša, ne? Od zavarovalnice dobi potem upravičenec 25% samo, če vzrok za kajenje ni, mislim, če vzrok za smrt ni bilo kajenje. Ja, Če pa gledaš ti slike na cigaretnih, je pa vse, kar je bolezen vse, vzrok. Kar je lahko, bo kar kriv cigaret, pa tudi če ni. Po domač rečen, če ne misliš povedati po pravici pri življenjskem zavarovanju, ker tukaj pa res se ne zabavati, no? Ne imeti zavarovan. Daj vrčuj neko lajdec, pa pač reči, že ne, klele boš imela pol za moj pogreb, to je pa to. Ja, oziroma boš se malo naučiti, kam nalagati. Sam riziko, ne, brez naložbene komponente zavarovanja za smrt se mrskih sploh ne zaveda, to je džabe, to je res poceni. Torej, da ni polica, kjer je tudi varčevanje zraven, pa nimam nič proti temu, tudi imam kakšne nasvete glede tega, ne, ampak če hočeš samo riziko za smrt zavarovati, lej, je zelo poceni. Tako da, če imaš družino... Ja, sam je dolga doba, ne? Ja, najmanj 10 let. No, 10 let, pa malo, pa pomalo. Absolutno, kamen vse nabere. Ja, vse nabere, ampak v teh primerih nasplošno vsa zavarovalništvo, kaj pomeni? Ti plačuješ premijo za, če pride do dogodka, da dobiš toliko že vnaprej določen znesek, razen pri nepremičninah, pa pri avtomobilih, ki je odvisno od škode, ne? Ampak recimo za lastno telo je že vsaka kost vnaprej določena, koliko je vredna. Pa tabele invalidnosti so že vnaprej določene. Preden prijavimo na zavarovalnico, se načeloma živi do centa natančno, koliko boš dobil. Govorim za nezgodo. Ne? Za smrt je pa fiksno. Če pride do dogodka smrti, dobiš toliko, če ne pride, pač ne boš dobil nič. Ampak fora je to, da ti recimo v celotnem obdobju boš plačal zavarovalnici 2000 evrov, a zavarovalnica ti bo mogla 200 000 evrov izplačati. Pa boh ne dej, ne? Boh ne dej, joj. Žal je tudi del mojega poklica, da grem pol izpolnjevati take obrazce. Pa si imel take primere? Ja, seveda. Ja, seveda. Kako pa to pohendaš? Ker to je pa tudi stvar tako malo človeka. Ker ti tam zdaj en umre in ti si tam zdaj zavarovalničar. Ja. Absolutno ni lušten, zaradi tega, ker se praktično zmer zaletim še skupaj z tistim iz pogrebnega zavoda. To moraš hitro narediti, verjetno. Ni treba. Samo stranka hoče to medtem, ki je že v procesu žalovanja, ker ti ga polo do zemlje planiranje pogreba. Ja. Ker ti preprosto te prisili v to, da nisi čisto sam s svojimi mislimi, kar mogoče ni slabo. Ne? Da se že tako v istem šusu po domač rečeno že vse naredi. Vključno s prijavo smrti zavarovalnicam. Ker tudi, če nimaš zavarovanja za smrt, ne, imaš ostala zavarovanja in je treba zavarovalnicam sporočiti z mrliškim listom oziroma izpisom iz knjige živih, ne, da te pač ni več. Oziroma, da pokojnika ni več in da naj takoj prekinejo vse police. Ker drugače bojo položnice prehajale. Trajnik, dokler ne bo zaprt, bo trgan. Ja, če pa pozabiš, pa da to kasneje prekineš, a pa da bi prišel do realne škode. Ja. Se pravi, da so, kar se tega tiče, to je normalno. Tukaj ni bojazni, da bi kaj bilo. To je normalna praksa. Isto, ko se hišo prodaje, se lahko prekine na sekundo. Aha, no, evo, da se vrneva kar preklet nazaj, ne, za različni tipi premoženjskih polic, govorim za hiše. Imaš opcijo zavarovati dejansko enoletno polico, kratkoročno. Recimo za potrebe to, da banka sili stranko, je itak zakonom prepovedano. Ok, ti malo več to povej. Banka reče, če ne boš zavarovala preko nas, boš dobila slabše obrestne mere. Ali pa te ne bomo vzeli v kritje. Ne? Zdaj, kaj, ne moreš plavati proti toku, če mene vprašaš, je to moglo biti v arest. Ker to stranko siliš v nekaj... Lih fora zavarovalništva je to, da imaš ti svobodo odločanja. Ne sme biti monopola med zavarovalnicami. Ena ima pač malo problem. Pa te banka neko svojo zavarovalnico naprej. Forsira. To je siljenje. To je dejansko, jaz imam korenček in če ga hočeš imeti, boš... Pač ni to prav, no. To je pač moje tudi mnenje. In kaj lahko narediš v taki situaciji?
Jaz pač lahko naredim polico in banka jo mora sprejeti, ampak se bo postopek spet potem podaljšal za pridobivanje kredita. Tebe pa prodajalec, tisti, ki prodaja hišo, že čaka z nepremičninami in vse. Koliko časa pa to govorijo, te postopki? Te postopki trajajo po 2-3 tedne, ne se veš. Pač, ko greš za kredit ali pa po en mesec ali pa še več, odvisno kakšno imaš situacijo. Ne? Če si ti podjetnik, moraš poli z izkazom še podjetja zraven. Ja, pa bilance. Se zavleče. Ampak... Ja, ampak hočem to reči, da oni že upoštevajo potem svojo polico. In rečejo, aha, zdaj pa, ker si dal svojo polico, bomo pa mogli od začetka. Mislim, to so glupe fore, ko vsakega zastopnika, ki ima recimo celo družino že vsa leta v skrbi, gre to vsakmu zastopniku sigurno vse toliko na živce, kot meni. Banka recimo reče za življenjsko zavarovanje, ki v večini se samo na to, obes za hišo načeloma se da zmen, pač dam jaz ponudbo in jo morajo sprejeti, če je vinkulirana v korist banke. Ne. Ampak za življenjsko zavarovanje reče recimo, dobiš 0,2... Sam še enkrat, vinkulirana. Kaj to v resnici pomeni? Da če pride do totalke, govorim požar ali pa potres, da banka najprej dobi ta denar, ki si od nje sposodil, preostanek šele pol tebi gre. Aha, to pomeni, da... Recimo bajta je vredna 300,000 evrov gradbeno, govorim, ker zavarovalnica ti krije gradbeno vrednost, ne prodajno ali pa kupno. Ne? Koliko košta, da bi neko gradbeno podjetje ali pa vsi izvajalci, da bi povrnili v enako stanje, kot je bila pred dogodkom. Sam po cenah danes. Po cenah danes. Tako je. Zato pa je že če sam zadnjih 10 let vzameš, koliko je razlika 10 let nazaj ali pa danes. Tole se kar zapiška, tole vas sigurno mogla še obdelati, kakšna je vrednost. Nekaj hočem povedati še to do konca. Ne. Recimo življenjsko zavarovanje, kad ti banka reče, ti bo rekla, 0,2 obrestne mere boš imel manj zaplačevati, če vzameš zavarovanje pri nas. Ampak to zavarovanje prek njih je 55 evrov na mesec. A jaz ti naredim za 17. Dam primer na zadnje, ki je bilo. Ne. Pol mora stranka sam preračunati v naslednjih 20 letih, koliko je obdobje kredita, koliko bo na leto manj plačala že sam zaradi zavarovanja, 400 evrov v našem primeru je bilo, ne? Ali pa še več, 500 evrov. 500 evrov krat 10 leti, 5,000 evrov, 10,000 evrov jaz prehranim, z mojo polico se pač zavleče za pridobivanje kreditov, ker je treba postopek pol s to polico, da sprejmejo. Ne? In koliko bi 0,2 obrestne mere bilo v razlike v... Hočem reči, da ni vse nujno. To stranka mora biti klele kapo di banda, alfa in omega, kar stranka reče, mora biti. Ampak jaz tudi zastopam stranke, da pač mora dobiti kredit. In mora ga dobiti čim hitreje. Tudi to zastopam in da če pač pomeni, da je hitreje, da se začasno sprejme polico od banke, ki jo lahko potem čez eno leto, meni se ne mudi. Jem že počakal. Ja, zdaj po eno leto nisi toliko, če je nuja denar, če je prioriteta hitrost, pa čas odobritve, pa je stoko, sam ne podpiš 10 let, podpiš eno leto, potem pa po enem letu, pa ti dejansko izbereš, kaj itak je kredit čez, bla, 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 in greš na cenejšo varianto. To imaš enoletno polico in praktično samo v teh primerih. Drugače pa 2 polici izdajata pri zavarovalnicah in sicer 10-letna. To za premoženje govorim. Za premoženje govorim, za hišo 10-letna ali pa permanentna. Ampak da ne bo pomote, permanentna ne pomeni za vse večne čase, to samo pomeni, da se vsako leto samodejno obnavlja. Samodejno obnavlja. Najprej 10-letno polico, ko podpišeš, prva 3 leta ne moreš prekiniti. Aha, Pogoj. Če hočeš mi ta popust na 10-letno trajanje. Ja, to je marketing. Pač, da ostaneš pri njej. Tako, imaš ta popust in po 3 letih lahko daš v pol leta odpovedni rok, kar pomeni, da najmanj za 3 leta in pol imaš polico, če imaš 10-letno. Tudi če hočeš prekiniti že po enem mesecu. Drago je verjetno. Tako, ampak je drago. Mora biti res izredni primeri za enostransko prekinitev pogodbe, da bi zavarovalnica ti odobrila. Ne? Pa zopet, zavarovalnica je bolj človeška, kot ljudje mislimo. Če boš ti dal tehne razloge, zakaj je temu tako, ali pa kako drugačne, zna biti. Ampak zopet, to je dobra volja zavarovalnice. Pri permanentnih policah je pa tako, da sicer se samodejno obnavljajo, dokler ti kot stranka ne poveš, da bi rad prekinil enostransko. Ne? Ampak to pomeni, da je pa potrebno, recimo, da smo sklenili 1.6. Ampak to pomeni, da vsaj 3 mesece prej pa lahko sporočiš vsako leto
da ne boš več naslednje leto pri ta isti zavarovalnici. Ko dobiš položnico okoli 1.6. za naslednje leto, je prepozno. Boš mogel spet še eno leto biti. Ne? Ja, To pomeni cel maj, cel april, cel marec, do februarja je treba pri zavarovalnici sporočiti. Pa ne, da zdaj jaz hočem ljudi prepričati, da ne prekinjajo kakšne police, pa kaj ne. Ampak hočem samo to reči, da ni to, da si vezan, ker vsi se ustrašijo, kaj gor piše permanentno. No, ne, jaz bi pa raje imel 10-letno. Ja, ne, bak, to 10-letno si veliko bolj vezan, kot pa to, kar piše gor permanentno. Ne? Ja, pač to je, ne vem, samo obnova je. No. Obnavlja se ti in to je to. Tako da premoženjske police so načeloma vse piše. Sam ne bom rekel, da sam brati je treba, vse ne treba zastopati na določene termine, pa vse enkle imaš pač zastopnika, ki ti bo to... To se ti reče, da si zastopnik. Ja. Če bi vse stranke vedle vse, kar jaz vem, jaz ne bi imel službe. Ja, Tako da sem zelo vesel, da stranka ne ve vsega. Vse odvetništvo je podobno, ne? Ti imaš se pravico sam zastopati. Ja, pa računovodstvo isto. Pejt, ne? Se lahko sam na fursu dajaš. Samo vso srečo. Vso srečo. Čau, dost sreča, ja. Kar verjetno nov. Ja. Pa ne veš, da vse, kar Bogu narediti, še klikniti izravnava. In kje ti sebe vidiš kot zavarovalničarja za naslednjih, ne vem, 5 let? Ja, če se le da, bi čim dlje bil točno klele, kot sem. Prišel sem do te mere, pa kar po domače rekel, no, prvih par let, ko začenjaš svojo agencijo ali pa svoje podjetje, pač kriščiješ. Ja, to je zelo... Sploh v zavarovalništvu truditi se je treba. Provizije pridejo, marsikatera provizija, ta prava pride šele po 2 letih od sklenitve. Ja, prav res. Ja. Dobiš en delež, dobiš že takoj, ta drugi delež pa če ni vmes tornacije, pa šele čez 2 leti, recimo. Ne? Govorim za kakšno osebno zavarovanje ali pa kaj tasga. Ne? Tako da ni to tako, da jaz sicer vem, recimo, ali pa pri premoženju, recimo, da dobim 100 evrov provizije, ne, od ene hiše, naprimer. Ja, ampak če je kolikor stranka plača in če ima na 12 obrokov, pomeni, da bom jaz dobil 8,5 evrov vsak mesec. Ampak če imaš ti 1000 strank. Ja, se to nabere. Ne? Ja. Zdaj, kmalu bom jaz sicer prišel do tega, da bom pač potreboval dodatno pomoč. Ja, ok, si na tem nivoju, da lahko kot agencija rasteš. Ja. Tako. Predvidevam, ker sem si naredil lastno kalkulacijo, na še naslednje 2 leti lahko komod sprejemam stranke, delam na polno, a ne, potem se bo pa že preprosto zaradi skrb za obstoječe stranke, govorim za vse police, ki jih je potrebno podaljševati, ki so na bazi enega leta, sploh avtomobili in tako naprej, ne, da bo pač potrebna kakšna dodatna roka. Administracija. Ne? Tako. To so neki postopki in to je to. Ja, ker pač kot agencija, zdaj, če se čist privat, da povem, mislim privat, da povem... Ja, ti kot podjetnik, ja, se v končni fazi si odgovoren. Ja, jaz kot podjetnika je treba poleg davkov in vsega, ne, imam še davek na finančne storitve. Aha, je še poseben aspekt. Ja, ki je pa 8,5% na vse, kar dobim. A ne? Še dodatnih, poleg kolikor je davkov, pa prispevkov pa tako naprej, ker imam trenutno SP urejen, in bom vedno normativc, ker imam ta DFS, ne? Pač davek na finančne storitve. Ja, dokler nove zakonodaje spremenili. Dokler ne bojo spremenili kakšne zakonodaje, se mi tudi najbolj splača SP obdržati. Ja. Zdaj pač odgovarjam svojim lastnim premoženjem, ampak če delaš prav, ni nobene bojazni. Ja. In moraš delati prav, ne? Ja, se drugače, da noš mislil, kolikrat se mi na mesec naredi, kad te kdo hoče prštimati, da bi hotel kaj zgulfati. Aj tega veliko. Seveda. Pa se pa misliš, da to ljudje delajo? Ne zastopam. Mislim, zastopam zaradi finančne koristi. Ne? Recimo, ima kakšen človek avto zelo drag, ki mu motor kašlja. In ugotovi, da za strošek servisa za motor za tak avto bi bil toliko ogromen, da se mu bolj splačal, da ima avto totalka. In tako naprej. Ne? Ja, ampak to govoriva, to so avti više. To so avti nad 100 jurjev. In mu se gre, da... Mislim, in valjda, mogoče prvič, da bo še normalno, ampak ti boš imel črno piko za vse večne čase. Vključno s tistim, to gledajo. Če smrdi. Zelo, mislim, moraš biti res
ali patološki lažnivec, ali malo sociopata, Pustimo. da lahko gledaš v oči cenilcu in igraš vlogo žrtve, priste žrtve, da pa se ne gre, da moraš prepričati cenilca, da se ti je to res naredilo, a ne pa Ja, da si ni zdaj on ne vem kakšna žrtva ali pa karkoli. Ne. Sam govorim to, da so določeni pač primeri, ki se že nadaleč ve, da zna biti, da je klele poskus goljufije. Zavarovance se s tem ogromno soočajo. Pa ne govorim te mičkene goljufice, kot je dva sta se butnila, da je vsak svoj parkirišče prijavil, pa te fore. Ne, čovanje za goro. Ampak Ja, čovanje za ala odrezana roka, no, te kvamo zdaj okoli. A zastopaš, ker pač smrdi, Ja, no. A veš, Ker mislim, ni normalen. ker ni, to je, daj no. Mislim, in zavarovalnica more sicer, in zdaj so zavarovalnice dale, da je utemeljen sum. Pa se pa pejt pravdati. Si vabljen, le, če se ne strinjaš, Kdo pa mora dokazati, da ima prav ti ali zavarovalnica? ali, pač tisti, ki hoče imeti prav. Tisti, ki toži, ne. Odgovarja pa potem sodišče, ne? Ja, oni bojo rekli, da je bilo, a ni bilo. Stroški odvetnika, vemo, kakšni so. Pejce Kar pomeni, da mora škoda biti. Pa ima pejce svojo zavarovalnico, ki ima svoje odvetnike, a ne? Čeprav po drugi strani, ne, tudi odvetniške storitve se nekako jemljemo, da je to nek bav, ne. Sploh ne. Pa v resnici to, če imaš dobrega odvetnika, se ljudje se po mojem premalo, dobro, res je, da so tudi odvetniške pisarne, ki pač lupijo, a ne, ampak imaš pa tudi odvetniške pisarne, ki pa znajo na nek tako kot zavarovalnice človeški način speljati nek postopek, a ne. Točno Ker tako. tudi zavarovalnica v končni fazi, jaz verjamem, da tudi tam so samo ljudje. Zavarovalnici ni v interesu, da so šla tožariti z eno fizično osebo. Res ji ni. In če so manjše škode in tako doskrat, kapal na koncu kakšna medijacija, to rezen sodni sporazum ali pa tako naprej. Ne. Kar tudi rabaš imeti odvetnika, da ti to dobro naredi, a ne. Ja, ker tam pač- ni več se za zabavati. To, kar ti podpišeš, ko ti podpišeš sporazum, je konc, ti si se odpovedal nadaljnjim tožbam in tako naprej. a Ne? Tako da ti rabiš imeti pravni nasvet, glede, ne se sam iti. No? Recimo, zdaj sem čisto zmislil primer dejansko, vse ostalo, kar sem do zdaj govoril, sem praktično govoril na primerih svojih strank, ne? Ampak zdaj si bom zmislil primer. Pride do smrti v podjetju, nekdo je šel na viličarja gor, padel, ni upošteval varnosti pri delu ali ne vem kaj, in se vsi zaposleni odločijo, da bodo tožili podjetje. Kot delodajalcev. Lahko jaz en realen primer, ki se bo recimo nas zelo malo dotaknil, pa bi imel rad te stvari pod kontrolo, boh ne dej, da pride, ampak Sem hotel sam dokončati. no, kar dej. In recimo toži delodajalca za 300.000 evrov za škodo, pa ne vem, zakaj bi oni. Tako naprej, jaz sem se zmislil, a ne. Mogoče sem dal napačen primer, ampak nima veze. saj zato bi ti dal Zavarovalnica samo pa boljši reče, lej, damo vam 20. In če oni podpišejo 20, Ja. je to, je fertik, konc zgodbe. Čeprav bi lahko na sodišču recimo dejansko dosegli 300, ne? Pa sem zdaj le dal čisto neumen primer, ampak daj mi prosim ga. No, ti, ja. le zdaj boš dobil pa realen primer. Mi začnemo polet izvajati dela na glavnem peronu železnice Ljubljana, a ne? Ker se zdaj dela ta konstrukcijska streha čez komplet perone na glavni postaji. Mi bomo v bistvu delali na višini 30 metrov, postavljali bomo streho, kar pomeni, da bomo praktično v luft. Stene imamo od spodaj vlake, ljudi, opremo in tako naprej. V gradbeništvu že po zakonu si ti dolžen imeti odgovornostno polico. Tako, ampak doskrat je to Zdaj itak pa- premalo. Ja. No, dejva mi odgovornostno polico imamo, tako kot je treba imeti. Ker smo na ta projekt pripravljali, valjda, varovalna oprema, da je to certificiran, pregledan, vzdrževano. Se pravi, mi naredimo vse, kar je v naši moči in kar od nas se v bistvu tudi iz strani zakonodaje pričakuje. Mi začnemo dela izvajati, vse imamo podpisano, vse imamo varstvo pri delu, vse, kar se posod je kljukca. In meni se zgodi, da mi recimo, ne vem, sodelavec, ki ima mlado družino, še enkrat, boh ne daj. On pade dol iz nekega razloga, pade on dol in se huje telesno poškoduje. Se pravi, govoriva o nesreči na delovnem mestu, ki je čisto svoja specifika, da mi pa povej, kdo, kje, na kakšen način je zdaj odgovoren, pa kdo bo zdaj kriv. Ker recimo, ne vem, obstaja recimo opcija, ki tudi enega poznamo, obstaja opcija, da recimo ostane hrom. Recimo, da ne umre, ampak da ostane hrom za celo življenje. Kako je zdaj tukaj s tem policam?
tako da ste najboljši prijatelji. Zdaj verjamem, da mi je brat. Zdaj takole, če ti je brat in je soodvisen od uspešnosti podjetja, ne more tožiti podjetje. Okay. Zdaj, soodvisen. A mogo bi ga tožiti takaj, po defaultu? Odgovornost uveljavlja vedno lahko samo oškodovanec, ne da toži, prijavi škodo, ne pač na zavarovalnico. Pač sproži postopek kot oškodovanec. Ti ne moreš, recimo, tvojemu delavcu se nekaj naredi, če je brat povedal, ne, če se tvojemu delavcu nekaj naredi, ne moreš ti prijaviti škodo na odgovornost. Morajo oni. Delavci more, ne? Pač proti. In je zdaj takole. Objektivno je odgovorno podjetje. Prišlo je pač do nesreče, jebi ga se dogaja. Pač se zgodilo. Ja. Prišlo je do nesreče, do hujše nesreče in vse živo. Vse se je upoštevalo, pa tudi če se ni vse upoštevalo, načeloma velikrat je delavc tisti, ki pač je imel hvatil krivine, pa je prišlo pol do nesreče. Pustimo stati. Pustimo vse to stati, pa za regresni zahtevki, pa vse to pustimo stati. Objektivno ta človek ne bi bil na tem mestu v svetu na ta datum, če ne bi bil zaposlen pri tebi. Ja, objektivno ne bi tam bil, če ne bi imel službe. Tako. Služba ima zaradi tebe, posledično objektivna odgovornost je pač tvoja. Zgodil se je med delom, pomeni, da lahko toži kot delodajalca, delodajalčevo odgovornost. Okay. Objektivno odgovornost. Okay. In se so odbitne, odvisno, to je toliko odvisen od kako je policija sestavljena. Imaš ti odbitne franšize gor, ali nimaš, koliko so velike te odbitne franšize, kako je pri telesnih poškodbah je nekje tudi omejeno. Konec koncev je pa to stvar sodišča, koliko mu bo dosodili. Ni pa zavarovalnica tista, kar reče, ampak sodišče. Lahko zavarovalnica že z mediacijo. Samo če pač niste dosegli nekega sporazuma, nekega konsenza, gre pač naprej. Ampak se pravi, pravno stanje, ki se vzpostavlja med tabo, se pravi med podjetjem in zaposlenim, zaposlenim da škodni dogodek. Tako. V tem škodnem dogodku je podjetje tisti, ki nosi odgovornost, zato je odgovornostna policija. Tako. In pa moš ti v bistvu zaposlenim ugotoviti, do kire mere zdaj zavarovalnica pa vmes. Zavarovalnica je vmes. Zavarovalnica je vključena od začetka postopka in so tudi odvetniki od zavarovalnice, ki se bojo s tabo kot delodajalcem dobili, ne? Boš še ti pol razložil tem odvetnikom, o čem se gre in načeloma potem ti kot delodajalec lahko naprej delaš, ker se bojo te odvetniki ukvarjali s tem primerom. Če bojo potrebna dodatna obrazložitev ali pa karkoli te bojo že kontaktirali, drugače pa to. Zaradi tega imaš to zavarovan. Moraš imeti po gradbenemu zakoniku, sploh če imaš montažno, moraš imeti najmanj 50 jurjev, zdaj pa to tisto, ki pa v velikih primerih je to pač premalo, ampak najmanj 50 jurjev za splošno odgovornost. Okay, do svojih naročnikov, do tega, da bi pač zaradi med izvajanjem dela prevrtu po nesreči en kabel, pa bi se zaradi tega neki pokvarili. Pa tako, splošno odgovornost. Malomarnost ugotavljajo. Malomarnost je tako, če je hujša malomarnost, se itak sam kriv tukaj nimaš zavarovan. Sam to mora biti zelo obvious. Zelo obvious. Drugače pa to pač trenutek nepazljivosti, pač nehote povzročena škoda, po možnosti še zaradi vpliva z tretje strani, neodvisno od tebe. A so kaj to človeške zavarovalnice? Do zdaj, kar sem jaz imel, pa moram reči, da nisem imel pa toliko primerov spet. Drugače, kar človeške, sploh kar se gradbeništva tiče, so tudi pogoste škode. Ja, delaš z rokam, ne more biti drugače. Pol moraš imeti delodajalčevo, če imaš zaposlene ljudi, ki so odvisni od, ki imajo plačo in normalno in nimajo nič od podjetja samega, pa škodo na objektu, na katerem izvajaš dejavnost. To je škoda na nepremičnini. Pa doskrat rabaš imeti pa še škodo na opremi. To je pač minimum. Zdaj pa 50 jurjev. 50 jurjev, pač to zakon zahteva, to moraš imeti. Ok, reguliran. Ja, pa reče, se je agregat škod pa 150. Ampak agregat pomeni, da 3-krat se ti lahko maks naredi po 50 jurjev in 150 jurjev je maks, kar ti bo zavarovan, oziroma lahko se ti 10-krat po 15 jurjev naredi. Ja, maks škode v enem letu je limit, da bo zavarovalnica izplačala pol 150. Ampak na posamezen dogodek je treba gledati. Je pa 50 omejen.
Pa se ti, a po izkušnjah je to, ker si prejš 2-3, je kot je to premalo. premalo. Kje pa se gibljajo cifre, da je za Da nekaj se časa zastopimo, pride? ne? Če si recimo ti polagalec talnih oblog, Ja, A ne? parket. vinil. parket, Ja. to boš težko, ker se ne ukvarja z inštalacijami in tako naprej. Sej, načeloma se tudi moraš, a ne? Ampak Ja, pustimo stati. Načeloma ti 50 ur škode težko narediš s svojim delom. A ne? In tudi, če se kdo poškoduje med izvajanjem talnih oblog, ne govorim stenskih, pa zunanjih, pa tako, ne? Ampak med talnih oblog, da bi sam sebe neki poškodoval, boš tudi težko se toliko poškodoval, da bi bilo hudo. A ne? Vse so izjeme, pa tako, ampak Ja, zavisi se pravi od tega, Kaj a ne, delaš. kaj delaš. Pri nas recimo imamo hitro upravka z v večjimi slovenskih številkami. železnicah, kaj boste. Ne? Ja, boh ne ve, da ne vem. Naprimer, ne vem, to bo steklena streha, a ne? To se vse stekli z vakumi in pride do tega, da ta vakum zaradi tehničnega napake šipo spusti in ta šipa Final leti nekam. destination gre dol in poseka 3 ljudi. A misliš, da v 50 ur je dost? Ne bo, ne. Ti Pač je kako pa premalo. zavarovalnice cenijo to človeško življenje? Kje je cifra? Ne vem, stvar sodišča. Mm. Pri odgovornostih, jaz sem lahko pameten, pa sigurno sem tudi kaj narobe povedal, Ja, zdaj, lej, ker sem saj to je govoril. veliko tega. Ja. Ker to je, jaz sicer nasplošno povem, ne, ampak ko me stranka kliče, a imam to krito, pa to se je naredil, pri odgovornosti govorim, a imam to krito. Rad bi ti povedal ja ali pa ne. Ampak je to stvar odvetnikov, stvar sodišča. Pač prijavi, nimaš kaj, ampak ne morem ti pa zdaj povedati, koliko pa kaj. Samo pri odgovornosti je taka nedoločena, ker se spreminja od situacije do situacije, ker ni vnaprej določen, koliko v primeru kaj dobiš. Ja, kar ponavadi, ne vem, kakšni starejši podjetniki, pa da niso zdaj prav ogromni, a ne? Ne vem, da ima do 10 zaposlenih, se vsi izogibajo, ki hudič vode tega, da bi uveljavljali odgovornost, ker je to cela kolobocija. Mislim, saj to sam... Imaš? Seveda, vsa dokumentacija, vsa argumentacija, vse. Ja, ni simpel. To ni simpel stvar. Ne? Zaradi tega hoče, da se zdopimo. Če si neki zaje, pa če je znotraj reklamacije, boš pač reklamacijo sam rešil na svoje stroške, tukaj nima zavarovalnica, ki zraven delata. Ne? Se zastopimo, Pa ti recimo imaš reči. izdelana navodila, da bi mi jih recimo na mail poslal. A kako v primeru, recimo, da se nekaj tazga zgodi? Imaš opcijo A, B, C, A je recimo najbolj osnovna, ne vem, nekdo se poreže, B je, da se poškoduje neka, C je pa, da se zgodi pa nekaj groznega. A ne? A ti imaš spisan, recimo, da bi mi poslal, da jaz lahko mail odprem in pogledam, kakšni so koraki zaradi tega, da probaš nekako situacijo obdržati čim bolj mirno, pa pod kontrolo. Ker vemo, da te stvari, kot so se prej že v avtih pogovarjala, tle se zelo hitro lahko začnejo dogajati stvari. A ne? A ti kot zastopnik, recimo, imaš pripravljen, da znaš podjetniku pomagati usmerjati nek proces, kdaj vključiti odvetnika, kdaj to? Imam pripravljeno, pa ker je to kot primera do primera odvisno, niti ne bomo se spuščali v to, ker to je luknja brez dna. Načeloma je takole. Če se ne da človeško rešiti, recimo zaposlenim ali pa z oškodovancema, ne? Ker dosti krat so odbitne franšize večje, kot bi na koncu sploh ta oškodovanc bil oškodovan. Ker premije so lahko od do. Ti imaš lahko premijo za 600 evrov na leto, za te odgovornosti, za vse odgovornosti po gradbenem zakoniku, lahko imaš pa po 5000 evrov. In posledično tista se splača prijavljati, zaradi tega, ker je brez odbitne franšize, ker je vse vključeno in tako naprej. Tu imaš ogromno opcij za sklepanje tega, zaradi tega se je res treba zastopnikom res pogovoriti, kaj sploh delaš, kakšne imaš opcije, da pride do kakšne škode. In tako, če so manjše škode, če se lahko pogovoriš z svojim zaposlenim ali pa z oškodovancem, pa da govorim za res manjše škode, tam do 500 evrov ali pa kaj tasga, se ti verjetno res ne splača uveljavljati to odgovornost. Oziroma, da bi stranka uveljavljala odgovornost. Če so pa večje škode, pa se stranko ne da zmeniti. Je pa to razlog, zakaj imaš zavarovan. Stranke dej številko policije, pa reči, jaz imam to zavarovan, pač uveljavljaj, pa ti bojo povedali. Na začetku je itak vsaka zavarovalnica, kot mama medvedka bo iskala, kako bojo dokazali, da je zahtevek na splošno neutemeljen. Aha, se grejo, mislim, vse naredijo. To je tega ne več. Marsikdo, tisti, ki redno prijavljajo kot oškodovanci police, govorim za odgovornost podjetij, pa tako naprej, je to že napol njihova služba.
Zakaj? Ker na vsakih 10 pa bo utemeljen zahtevek. Mogoče malo krivično koga označil, ker pač rad uveljavlja te police. Ja, spet so pri zdravi kmečki pameti. Do kjer mere zdaj bo zavarovalnica rekla, ok, to je Nekomu to. se nekaj res naredi in išče potem za šankom, kdo je vse kriv. In med drugimi je tudi podjetje, ki je pa tisto izložbeno okno ugradilo. Primer, ne? Ja, vse to je pol specifika od situacije. In pol bo to že bo in guna trgovina, ki je bila tam, ki je izložbeno okno dol padel, in podjetje, ki je ta okno ugradil, in tisto čistilko, ki je tako pucala, da je okno zija, da je dol padla. In bo na 3-4 konce dal, vsem bo rekel, da je številko police in bo vse parjavo. In takim veliko razvarovalnice samo reče, da je neutemeljen zahtevek, če pa hočeš, da je utemeljen, pa pet na sodišče. Ja, se pravi, zavarovalnice v pogodbenem odnosu do fizičnih oseb je, po mojem mnenju, mislim, vse to, kar sem te zdaj poslušal, bistveno več enega razumevanja, pa bolj posplošene so stvari. Ja. Čim se pa enkrat dotaknemo pogodbeno razmerje zavarovalnica pa pravne osebe, klele si pa v bistvu zelo hiter na točki in odvetnik in neki medijacija in kako ćemo da situacijo rešiti na čim bolj optimalen način. Ker more biti za pravne osebe, pa zavarovalnice, more biti čist po regelcih. Ja, pač postopek. Zato pa rečemo sploh, da imamo izraz pravne osebe pa fizične osebe. Pravne osebe so vpete v celoten proces v Sloveniji glede prispevkov, davkov, bruto, neto. Mislim, to more biti pravni, mislim, ta prav podjetnika. More biti na pol računovodja, na pol odvetnik, na pol že sam zavarovalničar. More ogromno, res ogromno znanja imeti. Poleg tega, kar dela za svojo dejavnost. Ja. Tudi kmetovalci, če jih bolj spoznaš, nekaj imam tudi za zavarovanja prav specifično. To mora biti tudi zanimiv aspekt. Če se ena svoja scena, to kmetijska zavarovanja. Kmetijska zavarovanja, recimo za polščine, tudi zavarujem. In povprečen kmetovalec mora obvladati subvencijske vloge, pa vse, pa še kemik mora zraven biti. Pa to oni zmorejo. Mislim, tako, vse nočem podcenjevati, ampak to se meni zdi zelo zahtevna stvar, ker ti se ukvarjaš s kmetijo, s tem zunim, pa zgodi toča, že tako te glava boli, ker moraš vse ves pridelek, kva už zdaj naredil, pa se moraš ukvarjati pa z zavarovalnicam. Ne, samo zavarovalnica, tukaj moram reči, da vse tako jaz delam, kar povedal agrozavarovalnica, ki je pač specializirana izključno in samo za to. Se samo prijavi prek portala, poveš, da je prišlo do škode, klikneš. Aha, so poenostavili. Ful poenostavilo. V roku par dni cenilce z dronom pogleda, koliko je poškodovan, v polki je temelj podano, povprečju lansko leto 2,7 dni, da je stranka to dobila cash. Pa so hitri. Ker so toliko specializirani, ker je to knjižna. Praviš, da to delaš. A jim kmetam to dosti pomaga ali je to premalo, glede na to, koliko škode utrpijo? Ker mene zmer tako, mislim... Zavarovalne vsote so urejene strani ministrstva. Subvencionirane zavarovalne vsote. Tako bom rekel, zdaj je sicer zadnje 2 leti je veliko boljš, kot je že bilo, ampak kmetovalec ne bo zaradi zavarovanja imel enakega zaslužka, kot bi imel, če ne bi prišlo do škode. Načeloma pa minusa ne bi smel imeti. Tako so nastavljene police. Ok, no se eno logiko spet. Zato bom kaj čem reči. Ja. In ja, kar se zavarovanja tiče, za kmetovalce to je še najmanj. Jaz govorim na splošno, koliko mora kmetovalec vedeti ali pa podjetnik od ostalih stvari. Poleg tega, kar dela. In posledično tudi zavarovalnica od pravne osebe več stvari zahteva, dokazov pa vsega, pa vse živo, in računovodski izkazi so tukaj. Torej, kaj je last podjetja, kaj sploh je zavarovan predmet, kakšne so odbite vrednosti že, kakšna je amortizacija, vse to se za pravne osebe res gleda do pike. Zakaj? Ker pravne osebe so bolj upletene v te tožbe in tako naprej in pritožbe in vse živo, In zavarovalnica tudi, da sebe zaščiti, sicer podjetniku lahko, da zagreni življenje. Ampak zakaj zavarovalništvo sploh obstaja? Zavarovalništvo itak obstaja samo zato, ker, pa sem spet samo na avto nazaj vrnil, samo zato, da bo čim lažja primerjava.
reče, se ne vem, če se kasko splača. Stranko vprašam, lej, a imaš teh dodatnih 300 evrov, da imaš kasko zavarovan? Imaš. A imaš dodatnih 15 evrov, da se enak avto kupiš? Ja, nimaš. Mislim, načeloma ne. Mislim, v povprečju verjetno ne. Jaz se spomnim, sem imel Megana enega starega, pa brez premijskih razredov, da note mislim, ne, zastopniki nimamo pol za ston zavarovan ali pa karkoli. Sej, mogoče mičken boljši popust, ne, da povem čisto iskreno. Ja, to je tako kot posod, pač imaš neko svojo ugodnost. Tako, en rabat recimo še dobim. Ali pa. Ja, tako kot unka v trgovini s cunem dela, ima popust. Ampak govorim to za 10%. Ja, to ni zdaj za 100%. Hoče reči, jurja za zavarovanje za avto, ki je vreden 3 jurje. Jaz svoji stranki ne bom kol tega priporočil. Jaz sem pa takrat bil v situaciji, sem preprosto tudi takrat, ker sem našel na svoje, ker je bilo treba pa res zaščititi svoj interes, mislim, svoje premoženje, vse, kar smel. Sem rekel, lej, pišu, ka jurja na 10 obrokov in na 11 obrokov lahko plačam, 3 jurje pa nimam zdaj, da bi imel en avto drug. Imamo finančno planirati te zavarovanja. Odvisno od človeka do človeka. Recimo imam eno stranko, ki ima denarja, primerno, da eno. Pač situacija. Primer ene stranke ima veliko denarja, pa tudi kakšno nepremičnino. Več, kot povprečen človek. Ampak ne mu je važno samo totalka. Nega briga za gune škode, ki je do 5 jurjev. Dol mu maha. Ja, če imaš to denarja. Se mu gre samo za požar, pa potres. Posledično ima s to stranko zavarovan čist druge, kot pri večini strank. Štekam, ja. Drug game je. Druga igra. Že zdavni ne govorim več, da sem najbolj pocen. Sem pa sigurno najbolj ugoden. Kar rabiš. Zato, kar ti rabiš, pa glede na to, kar je strah, pa kako se zavarovanca. Ker takole, imaš, še enkrat ponovim, stranka podpiše zavarovalnico pogodbo, ki je lih to, kar stranko veže, da plača premijo, veže zavarovalnico, da izplača škodo. Kakšne dokaze rabiš dati zavarovanci, koliko traja postopek, preden zavarovalnica predati ta denar, koliko kompliciramo mesko, a pošila nujno cenilca za manjše škode tudi, ali treba polgunga čakati, se prilagajati, Ja, veš, da jaz raž za mogoče 10 evrov ali pa 20 evrov na leto dražji prodam prejne zavarovalnici, ker to pač manj komplicira, ne? Pa lahko, da bo lih ta zavarovalnica čez 2 leti pa bila tista, ki bo komplicirala, ne? Ja. Ampak dobila pa stranka bo, ker mora. Samo prenekje se zavleče in kot sem rekel, sicer ti časa pa živcev nihče ne bo povrnil, ampak nekatere zavarovalnice za določene zavarovalne vrste pač zahtevajo tega več kot druge. Ja, smo si pa zato pravim, da so različni, kakšne so naše potrebe. Tako, jaz pa tudi to cenim pri stranki. In hočem čim več živcev pa časa prišparati, ker hitrejš, ko bomo mi rešili škoden dogodek, hitrejš lahko to jaz dam ven iz glave, pa se posvetim novim stvarem. Tako da mi tudi to mi važno in sej fajn plačevati, boh se usmil, kako sem rekel, sej fajn imeti zavarovan. Samo moraš vedeti, zakaj imaš zavarovan. Pa za koliko. Osebna zavarovanja za sebe, za človeka, ki pa ni vnaprej določene vrednosti, kakor je, še to je. Kakor je recimo pri avtomobilu ali pa pri hiši, ki se že vnaprej ve, koliko je kaj vredno. Sam sebi določaš ceno. Ti si lahko 7-krat zavarovan pri isti zavarovalnici za nezgodo, pa pri 10 zavarovalnicah pa boš lahko 70-krat uveljavljal eno zlomljeno roko. A to se da? Seveda. Zaradi tega, ker samo ti sebi določaš, koliko plačuješ. A ne? Zdaj jaz sicer rečem, da lej. Ja, sam ne si po roke odrezati. Ne si pa odrezati zdaj roke, ker bojo pa gledali, zakaj imaš 70 polic. Pa nima nekak smisla. Ampak tako, za tisto, kar potrebuješ. Recimo, imam kakšno stranko, ki sem jo pred 8 leti zavaroval, ki še ni imela redne zaposlitve, pa še ni bila poročena, pa imela otrok. Druga situacija življenjska. Popolnoma druga situacija življenjska. Takrat je bilo najbolj važno nezgodno zavarovanje, da če se poškodoval, pa tako, ne. Zdaj pa zavarovanje za smrt, za socialno varnost družine kar na visokem mestu, ne. Ali pa recimo za zdravstveno polico, za specialiste operacije. Pa tako, ne. To so stvari, ki na koncu stranke več pomenijo, kakor pa odškodnina denarja. To, da imaš storitev plačeno, da boš čakal 1 mesec na MRI, pa potem 1 let popolno operacijo. Ali boš pa to čez 1 mesec že bil v zdravilišču v ukrevu, po vsemu že. Ja, se razume. Tukaj leta reštejo in sploh govorim za stranke, tam bo 25 do 45. Recimo, da imaš
ne vem, da si v svojih poznih 50-ih, cel življenje, recimo ta generacija zdaj, ki se bližajo proti penzionu. Ti si 30 let delal na neergonomskem mestu, brez stolov, brez primerne osvetlitve in tako dalje. To, kar danes podjetja načeloma morajo početi, ne? A obstaja kakšna polica, ki te krije potem neko situacijo, da recimo jaz pa zdaj na neki točki, ker imam posedena vretenca, a ne? Moram iti na operacijo, nisem več zmožen izvajati dela, nisem pa še, da grem v penzion. Kjera polica v tem primeru bi te lahko finančno pomagala, glede na to, da imaš zmanjšano možnost dela? Zmanjšana možnost dela, recimo, če se prizna invalidnost, je samo, če je nepredviden dogodek iz tretje strani, ki je neodvisen od tvoje volje. Bom bolj po domače rekel, to je obraba. Jasno, ja. Obraba ni krita, kar se tiče odškodnin. To ni nezgodno zavarovanje. Tudi težja bolezen to ni. To je obraba. Tako kot pri avtu. Tako kot pri avtu, tako kot pri ceveh. Mislim, Zaposred. to je obraba, tudi pri lastnemu telesu. Ne. Zdaj, lahko, mislim, čist tako ne, lahko da je človek že, da ima hrbtenico zje. Pol je pa še na ledu padel in se jo do konca zje. Tisto pa je pač nezgoda bila. In če ne bi padel, ne bi imel potem takih posledic, kot zdaj, čeprav so posledice mogoče res malo večje, ker je že prej bilo oslabljen. Vse to, zavarovalnica bo vse preštudirala, te zdravstvene kartoteke, brez skrbi. Aha, se vzame. Ko se izplačuje invalidnost, mora biti pa klele odprte knjige. Tukaj pa, to so ta pravi denarji, ker lahko stranki da se bo pa nekdo. Kaj je to zate, da prav denar? Sam, da so v številki, da so konkretni. Recimo, če ima za 100 jurjev zavarovan invalidnost, pa da se znajde na vozičku, se klele pogovarjamo o lepih številkah. Ne. Kaj je to lepih številkah? Ja, ne vem. Nimam občutka. Takole, recimo popolna hroma se 100%, izguba očesa, mislim, izguba vida na obedvih očesih je 100%, izguba obeh nog, recimo, če pa ena, je pa 33 pri večini, ne, procentov. Ampak tudi 33% od osnove se gleda. Je to 33 jurjev? Je to 33 jurjev takoj. Aha. Če se pa govorimo o tem, da se ti gibalno oviran, da se ti gibati ne moreš, ne, so pa večje še številke. In s tem številkam se ti lahko obstoječo nepremičnino. No, kaj pa če recimo v primeru, ne vem, ali pa da sem delal v proizvodnji, 20 let sem dvigoval težke gajbice v hladilnici in imam zaradi tega revmo in gor in dol, to je obraba pol. To je obraba. Žal. Pa če jaz pol, recimo, ne vem, ker imam sklepe in bom doma nekaj dvignil in mi bo nekaj počalo v roki. Zaradi lastne sile je to. Aha, to tudi ni. Bom dal takole primer, pa ne vsak interpretira po svoje. Ne? Ja, seveda. Bom dal čisto takole primer. Če nekdo lavor, predstavljaš, normalen lavor, čeber karkoli, lavor zguno železno v plastiki, ročico, ne, dvigne noter pa polhen pek, ker je doma nekaj delal, in če dvigne, prehitro vstane in ga v križu vseka ali pa kolen si ven vrže ali pa kaj tazga. Ne. To je zaradi uporabe lastne sile, torej odvisen od zavarovančeve volje povzročena škoda. To ni nezgoda, je nesreča, škoda, da se je naredil, ni pa to nezgoda. Če pa medtem, ko ostane, se to iztakne, je pa nepredvidena zunanja sila. Se pravi, zelo odvisno od tega, kaj se tam naredil. Kaj se je dejansko naredil. Recimo primer, neka starejša... Kaj se tudi napiše v končni fazi? Kar se je zgodil. Okay. Recimo neka starejša gospa stoji na avtobusni postaji. Ja. Zdaj je vroče, zmeri bolj vroče, bojo spredvidevali, da te naravne ujme, bojo zmeri bolj hujše in v mestu te vročinski vali. Zaradi vročice skup pade in si zlom kolk. Na rob robnika pade tamle, medtem ko čaka na en LPP ali pa na eno trolo ali karkoli avtobus in se polomi. Pač vzrok za padec je bil odvisen od telesa. Ni nezgoda. Če se je pa spotaknila medtem, ko je hotela se stopiti gor na avtobusno postajo in zaradi tega padla, ker se je spotaknila, pa je nezgoda. In ti imaš zavarovan nezgodno zavarovanje za odškodnine. Torej, vzrok, zakaj je do česa prišlo isto, prej potresa pri nepremičnini, ne? Sicer je zarukal, bajta se ni podrla, ampak posledično zaradi tega, ker se je rukal, je prišlo do nekih kratkih stikov in je prišlo do požara. Vzrok za škodo je bil potres. In če ti nimaš potresa zavarovanega, ne boš nič dobil, pa tudi če ti cela bajta zgori.
A veš, to so Ja, to zelo hitro si vzrok. Ja, Ti imaš zavarovane škodo po zavarovanih nevarnostih, torej vzrok. Imaš ti zavarovan. Se pravi, vsaka Ne posledica. polica v bistvu moraš zelo dobro razumeti, kakšen vzrok mora nastati, zaradi česa nastane situacija, v kateri boš ti uveljavljal bilo kjer. In zato jaz nimam skrbi, da ne bi imel službe. Ker se mene pokliče, vse bom razložil. Ne bom svetoval, kako nategniti zavarovalnice, ampak pač se pove, kaj je krito, kaj ni krito, kako je do česa prišlo, ker je takole. To, kar stranka zdravniku pove pri osebnih zavarovanjih, je isto, kot pa stranka prolomu pove, kaj je bilo ukradeno policiji. Ja, isto. To so uradni zapisniki, ki so nad temu, kar mi napišemo. Ja, to je pač državni aparat. Če doktor reče, da se ti zvrtel, se ti je zvrtel. Pa lahko mi 100-krat napišemo, da je en orel preletu. Pa te zbol. Znači, nima veze. To, kar doktor napiše, to je to. Zdaj, kaj to pomeni? Če je res huda stvar, res hudo, ti ne moreš mene poklicati. Se boš zbudil že na urgenci. Tukaj pač nimaš kaj. Pa tudi nasplošno, v večini, zopet sem šel v primere, ki so bolj izjeme kot pravilo, v večini primerov to, kar je zavarovan, se tudi naredi. Mislim, resno. No? Govorimo od življenjskega zavarovanja, od osebnih zavarovanj do premoženjskih zavarovanj. To, kar je zavarovan, se v večini primerov tudi naredi in to se prijavi in to se dobi. Pa sam ne smemo se bati, jaz se ne upam tudi enega stavka napisati, kako je bilo. Pa dec, razbito imaš šipo na mizi, recimo, zavarovan imaš lom stekla za vse, obaj za vse ravne steklene površine, pa kle imaš na robu toliko odkrušen, da če kjer se dotakne, zakrvavi. Tega ne moš popraviti, zaflikati. Treba šipo zamenjati. Koliko stane taka šipa? In to pač, da je račun zavarovalnici, ne pa slike, da je pač polomljen. Pač je lom stekla zavarovan. Zdaj sem dal čist ekstra primer, ampak ne se bat, če je bilo, sam povej. Valjda me pokličiti, bom pač pomiril, da ni noben bav, pa boš pač parjavo, pa je. Ker ko je enkrat škoden primer odprt, se samo komunikacija. In dokler ni izplačila, se komunicira. Pa reče, se mi res zavarovalnica prejšnji, zakaj mi še ni nakazala? Pa jaz ti ni nič poslala, ma neki en mail mi poslala en teden nazaj. Pa bo se to smela, ga prebral. A si se držal na vodil? So hoteli verjetno še kakšno sliko, še kakšnega drugega zornega kota ali pa kaj, ne? Ali pa izjavo od serviserja, da je res prišlo do indirektnega udarca strele ali pa kakšne take podobne stvari. Tako da to je to. Bi pa rad sam še to za zaključek, Boš ti zaključil. Ne, sam še to bi res rad povedal. Pri nepremičnini, pri zavarovanju nepremičnine. Sem zdaj cel cajt študiral, da sem nekaj pozabil. Zdaj sem se pa spomnil, pa sem zelo vesel. Zavarovana vrednost. Pri starejših policah moramo se nekaj zavedati, da od korone naprej, naše ljube korone, je šlo za 40%, če ne še več, gor gradbena vrednost. Material gradbeni se je podražil, ure so se podražile, vse se je podražili in to ne malo. To pomeni tudi premija je šla gor. Tudi premija je šla gor, da se zastopimo. Ampak veliko ljudi pa ima enako zavarovan, kot je imela še 5 let nazaj, 6 let nazaj. Hiša celotna zavarovana za 200 jurjev, a zdaj do prvega štuka ne prideš za ta denar. Se pravi, na svet bi bil vsi tisti, ki imajo polico starejšo. Na domestni storno pa isti zavarovalnici ali pa pač dato prekinito pa zavarovati drugje, kakor stranka želi tu, ki ima pač proste roke. In po gradbeni vrednosti zdaj kvadratnega metra je treba zavarovati. Ker recimo, da ti streha gre zaradi toče, ti imaš zavarovano za pol manj, kot bi mogel imeti in imaš uradno podzavarovano. In bo dobra vora zavarovalnice, da bo recimo na mesto 15.000 evrov za streho ti izplačala 7,5 ure, ker si najmanj pol manj zavarovan, kot bi mogel imeti. Uskladitev cen s premijam, zdaj vse te zavarovalnice večinoma imajo tako narejeno, da to premijo, ki jo recimo danes določimo, oziroma to zavarovalno vsoto, ki jo danes določimo, se potem vsako leto z indeksom pač življenjskih potrebščin, z inflacijo ali kakorkoli hočeš imenovati to, za tiste 3 do 4% poveča in zavarovalna vsota in tudi premija in na tak način zdaj so rešili to stvar, so pa mogli enostransko prekinjati zdaj zavarovalnice zadnja leta, da so pač stranke bile prisiljene
zavarovati pod pravimi pogoji. Ne pa še vse zavarovalnice. Tako da dajte pogledati doma, če imate v redu narejen, če ne, se pa itak priporočam. No, ki te pa lahko ljudi najdejo. Tiskate v hotel poiskati. Tiske me hoče najdeti, imam vse kontakte na jb-zav.si, jb, kakor Jan Bertoncel, -zav, kakor zavarovanja.si. Na spletni strani so pač moji kontaktni podatki in vse. Z veseljem, drugače pa info@jb-zav.si ali pa na telefonski številki, na katero sem ponosen zmeraj dosegljiv, 070 690 428. Te si nam dal kar cel kontakt. Bomo tudi nekam napisali. Zato, ker se mi zdi, da je zelo pomembno, da imaš v življenju okoli sebe zbrane ljudi, ki ti znajo pomagati pri nekih večjih vrednostih, pa da ti znajo to razložiti na pomemben način. Tako je fajn imeti neko, tudi če je manjšo odvetniško pisarno, pa enega odvetnika, da ti zna v določeni situaciji pomagati. Zdaj je najslabše to zmeri iskati takrat, ko je situacija že v nastanku. Žal liho v mojem poklicu je tako, da je treba. Ja, sam za ljudi se mi pa zdi, da je pa pomembno, da mora vsak posameznik do tega biti odgovoren, zaradi tega, ker v končni fazi to tvoje premoženje, pa to včasih malo pozabimo narediti, ker imamo itak vsega veliko. Za konec, kako bi s trem besedam še enkrat opisal zdaj, kaj je tvoj poklic? Kaj je tvoja primarna naloga? 3 stvari. Ja, jaz bi rekel, pomoč, odzivnost, pa razumevanje. Okay. Ker tako, če vse te 3 združiš, je pol tukaj tudi zadovoljstvo. Strani stranke, pa tudi z mene. Seveda, vračajo se. Na kar sem zelo ponosen, pa zelo po domače rekel, ampak mislim, da bo čisto jasno, da nisem, odkar imam licenco, odkar delam zavarovalništvo, da nisem ene stare mame nategnil, pa da lahko po noč spim normalno. Ja, to je veliko. Priložnosti je ogromno, da se zastopimo. Moraš biti kar. Ja, moraš imeti svoj notranji kompas dobro poravnan. Vse to je, kjerkoli posel delaš, mislim, da je zelo odvisen od tvojega notranjega kompasa, kaj delaš z svojimi strankami, pa ne glede na to, kva to že je to mehankar, a je to, ne vem, stavbno pohištvo ali pa je to avtomobilizem. Vse ne igra vloge. Tako. Ja, najlepša hvala ti za tvoj čas. Najlepša hvala za povabilo. Super, da si se imel dober. Za vse upam, da bojo iz tega ven pobrali čim več. Bomo tudi poslali v bistvu tist, ki se bo naročil na mail, bo vas pisala ena kratka navodila, kaj je najbolj smotrno oziroma kako ravnati v kakšnih postopkih, da bi ljudje imeli boljšo predstavo, ker mislim, da se o tem premalo govori. Hitro plačujemo tiste premije, zelo malo se mi pa zdi, da premalo ljudi pa zna tudi to izkoristiti, kar jim dejansko pripada. Zato se tudi danes to debato odprla. Verjamem pa, da je tega preveč, da bi mi da zdaj govoriva dobro. Jaz sem se ful potrudil, da bi čim bolj, ampak je to preprosto preveč je tega, da bi. Tako da, če vas še kdaj, se lahko bolj specificirava v določeno zavarovalno vrsto, pa z veseljem. Ja, mogoče bomo tudi odprli, mislim, moram povedati, da to danes je v bistvu prva epizoda. Bomo verjetno na neki točki tudi ljudi pozvali, da če imajo kakšno specifično vprašanje, bomo probali ven iz tega izbrati en kontekst, ker se mi zdi, glede na to, kako si že na samem začetku povedal, da se te stvari skozi nekako spreminjajo, na boljš, na slabš, pogoji se spreminjajo, kakorkoli, tudi svet se spreminja, in se mi zdi, da je smotrno večkrat o teh stvarih govoriti. Ker v končni fazi življenje ni samo denar, to je dejstvo, ampak če ti pa zgori dom, tlele pa se ne pogovarjamo, pa je pa denar lahko tudi. Denar ni vse, je pa veliko. Ja, za ene stvari sigurno. Ja. Pač, da ne bom nadaljeval zdaj debate, ampak samo tako, tako, kaj pomisliš, ti brez avtomobila boš že preživel. Ja, dom je. Če ne drugega, boš pa eno kripo vzel to, da se prepelje z točke A do točke B, če je pač nujno potrebno za življenje. Ampak brez strehe nad glavo boš pa res malo težji. In iz tega stališča za avto ni problema vršiti Jurja pa pol za kakšen boljši avto, ali pa 2 Jurja pa pol premija na leto, to ni problem dati, a dati 700-800 evrov za korektno zavarovanje hiše, odvisno, če pa treba zraven, pa boh ne dej, ker je bilo do zdaj zmeraj okoli 300. Pa človek bože, za 300 je pač enkrat premalo zavarovan, uradno pod zavarovan, ni tako nož dobu neč. Boljš, da nimaš. Mislim,
boh ne dej, da to resno vzel. Ja. Vse je boljš, kot neč, ne, ampak mora biti prav narejeno. Ja, se strinjam. Jan, še enkrat hvala. Hvala tebi, To Jernej. je to za danes. Hvala lepa. Živ.